kaj naredi človeka v Top G? Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljšem podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami spet ko vedno, Top G Rimanič, Top G Jure in Jure, koga imamo danes na naši desni. Strani. Danes imamo z nami Blaža Kričeja Reška, bodočega pilota in baje je bil tudi sanski moški. Baje. Dober dan, dobrodošel. Pozdravljena, najprej hvala obima za povabilo. Z veseljem. Cigaro. Kako si kaj Blaž? Kar v redu. Ko je bil kaj tvoj teden? Ne, lažem, čisto sem pod stresom. Nekaj florko sem imel lihkar. To bomo vse rešali. So te cancelali? Ne, nisem še cancelled. Ok. Ko je bil kaj tvoj teden? Kaj si kaj lepega počel? Ta teden sem bil na enih sestankih. Dobro. Na zadnjem v Zagrebu. Za eno blagovno znamko, ki jo vsi poznate. Samo ne moram še povedati, katero. Ukvarjajo pa se z oblačili. Pa samo za moške je. Mislim, da boš rekel, da si bil pri Rimacu. Ej, bi bil vesel, če bi lahko to rekel. Mogoče pa en dan, veš? Ok. Rimaca pa še res nisem probal. Baje, da gre hitro. Baje, da gre. Ne se title zadušiti. Baje, da gre hitro. Ne, ni Rimac, z oblačili se ukvarjajo. In samo za moške? Samo za moške. Lahko spilaš, da ti ali ne smeš? Kaj, če lahko? Poveš, kjer si bil ali... Ne moram povedati. Vsaj na mig? Še ne moram. Jaz sem rekel, lej, imajo trgovine Srbija, Hrvaška, Slovenija, načeloma so Hrvati. Ok, in samo moško. In samo za moško modo. Daj bomo zvedli kaj? Oblačila. Po mojem v roku enega meseca. Lepa. To je kar hitro. Jure, tvoj teden? Moj teden je bil raz tudi busy. Dosti sem delal, dosti sem treniral. Opa, Top G. Tako da... Čim pa to? Ja, easy. Nice. In te moji projekti grejo kar dobro. Zdaj ne disclosam, kaj točno so te moji projekti še. Kaj še na mig? Spletno trgovanje. In ne z otroci. Z ledvicami. Se zabavam, ne. Pestro. Neka spletna trgovina scena, tako da ja. Prej smo začeli snemati, sem jaz videl na TikToku, veste, danes je petek 13. Ja, res je. Verjamli ste? Zato imam jaz scene. Verjamem, da je petek 13. On zgoj vse narobe. Si vlaževeren? Blaževeren. Blaževeren. Si blaževeren? Blaževeren, Ne, nikoli nisem v tej stvari verjel, no. Si rekel, da boš bil pilot. Boš letel na petek 13? Ja, itak, da bom. Kje ni letijo? Krat bom šel najvišji, kar bo. 1300 metrov, na 13 metrov. Ne, na tej poti zdaj sem in sem se vrgel v to letalstvo in me je ta svet popolnoma prevzel, ker sem dobil zdaj priložnost. Morje si osvojil, zdaj še ne bo. Tako, morje sem osvojil, zdaj pa še ne bo. Exactly. Tako da sem mi dal možnost tam pri letalskem centru v Mariboru, da se pri njih izobražujem, so full fine, tudi največji klub v Sloveniji in evo, zdaj se moram full veliko učiti. Tako, res je ogromen. Teorije, ogromen, ampak sem za. Za novo leto sem bil v Kranjski Gori, moj član, moram povedati, samo sem šarout Matej Kalan mi je zrihtal apartma, lepa hvala, vrgel sem se v Jasno za novo leto, ful je bila mrzla. Si se vrgel že kdaj tako kaj mrzlega? Ja, jaz sem se vrgel za Božič v Severno morje. Ujebem ti, ok. Je bilo tudi kar mrzlo, pa pred kratkim en tolmun. A veš kaj je to tolmun? Nijam pojma. Tolmun je, a veš kaj imaš, recimo lahko greš na Bled, pa okolico, greš lahko, ko so te obleče v neoprene, pa se spuščaš po brzicah in so potem pa taki bazenčki vode. To je canyoning. No in te bazenčki vode se jim basically reče tolmuni. Ama to sem bil v canyoningu. To je fuljako. To je tam, ki smo stavili in sem pil vodo. Sam brez neoprena. V gatah pač. Kaj te ne podrsa? Samo v gatah. Kaj? Te ne podrsa? Ne, jaz sem se samo ta bazenček vrgel, nisem se spustil po skalah. Okay. Tam bi me podrsal, ja. Sam še vse vode imela, 5 stopinj smo zmeral, tako da... Ok, mrzlo. Ja. Dobro, potem prejšnji teden sem jaz bil v Bergamu, v Italiji smo snemali en kratek film, ful je bilo hecno, jaz ga zdaj full vibam s Coca-Colo, ledom in limono. Sem vprašal Italijane, kaj lahko še limono notri zraven leda, ženska mi je prinesla pol limone, mi je prerezala na krožničku in dala pol limone. Tako da plačaš... To mi je všeč, ne šparajo. Za ketchup, za napico. Veš, oni, ki delajo ti dajo tako res tanko razino limone. Članka mi je dala pol limone in rekla, na izvoli. Kao za sabo.
Ne, celo sem dal samo notri. A krnocijo dal? Ja, in potem premešal ta manj. Bude stisnant. Ne, prvi preč limonasto. Mora biti lih malo po okusa. Še ena štorija na hitro. Moja nona je bila prejšnji teden malo slaba in je šla na urgenco. Zdaj all good. V glavnem sta prišla dva reševalca k njej, en starejši in mlajši. In oba dva sta videla sliko mene in mojega nonota, mojega pokojnega nonota in je rekel, čakaj, kaj to je mogoče vaš mož? In je rekla moja nona, njega se jaz spomnim, to je rekel ni starejši, jaz se njega spomnim, on je mene vozil v šolo, ki je bil šofer, moj non je bil šofer busa, full kralj, full faco, fuck, pizda, tip je bil jak za popiziti. On je tam mlajši rekel, fuck, kaj to vaš vnuk? Moja nona, zakaj, kaj imaš TikTok, on vem, da je na TikToku. In je rekel, ne, imam full dober podcast, spremljam podcast in je zmagal v Kanu. Tako da, shout-out reševalci, ki so zrihtali mojo nono. Začetek na hitro, evo, to je bil tako moj teden, zdaj pa gremo na... Hvala, zanimiv teden si imel drugače. Pestro je bilo, veš? Ja. Pestro, se dogajalo. No, Kaj si pa delal v Bergamu? Pravim, snemal ta kratek filmček. S kom pa si snemal? Z ekipo. Luka, Arjana, Nik, shout-out. Pazi, smo snemali kratek filmček, ki smo snemali v Rimu, smo posneli film in potem nam je Italijan rekel, kaj če mi naredimo trilogijo? Tako da ne bo bil to en in edini, ampak bo bil to prvi del trilogije, tako da zdaj smo šli snemati drugi del in tretjega snemamo kmalu na Sardenji. Zakaj se pa reče trilogija, zakaj se vedno dela trilogija, zakaj ne dela se 6 filmov? A se eni tudi delajo. In pa se ko se temu reče? Šestologija, ne vem. Devetologija. Se pa že serija. Kaj serija je nad 3? Pizda, ne vem, a nisem. Po mojem. Težko reči. Star Wars je zate serija. Tolik za me ni serija, ne? Good point. To res. To je pač Star Wars ni serija. Franchise. Ja, meni da polje že franšiza, veš? Pa bi lahko to vedel, ne, glede na to, da sem bil na Popteju. Kaj je to? Kaj definira serijo, pa kaj? Se nisem imel verjetno lih tečaja. No, da. Sanski moški je serija. Ja, je to... To je resničnostni šov. A veš? Ki se kvalificira pod serijo. Ne vem, a se? Je serija epizod. Ker je serijsko in se v vsaki epizodi nekaj novega... Ja, možno, da je serija ljubezenskih prigod. Kako ti je bilo na Sanskem? Brutalno, res je bilo dobro. Huda izkušnja, ful, sem vesel, da sem bil del tega. Nikoli si nisem mislil, da se bom v tem znašel. Ampak evo, sem se. Kaj ti je bilo najboljša stvar? Kaj mi je bila najboljša stvar? To, da si popolnoma odrezan od zunanjega sveta, od vseh telefonov, od vseh televizij, radijev, od ljudi tudi. Smešno, ki je rekel odrezan vseh iPhone-ov, veš. Če imaš iPhone, govoriš sam, če imaš iPhone, vedno red, ne, iPhone. Drugi telefoni sploh ne komunicirajo. Ja, je rekel, veš to, čim dobiš iPhone, imaš iPhone, daj mi iPhone, nimaš več telefon. Ja, in kolega ima umija, še umija, da se skozi zaparkava, da kadar ima kdo ne slab signal, vedno rečemo, da ima on slab telefon, pa zato ne dela. Po mojem maskiro povezan s telefonom. Veš kaj, ki likle pupe smo imeli pri nas in so rekli, pa da njih je bilo to najhujše. Njim je bilo to najhujše, da pač so bile izolirane en mesec. Ja, valjda, vse veš, punce, one, ki se začnejo poglabljati vase, pa tako, ne, to njih je fajn, da skozi nekaj počnejo, predvidevam, ne. Ampak da, možno pa tudi zato, ker one so bili skupaj, veš, lahko da, če se niso razumeli med sabo, da jim je bilo potem manj muka. Smeš povedati, ti si bil tam z njimi ali ti si bil posebej? Ne, jaz nisem bil z njimi, jaz sem bil posebej. Tako, dobesedno druga vas. Ti nisi bil v enem dvorcu? Drug kraj, ne, nažalost. Jaz sem bil v eni lovski koči, taki stari, tako še bil en nagačen medved na steni, v katero se vedno podrgnil, ko sem gor po stopnicah šel. Tako una scena, veš, stopnice škripajo. Stopnice na tako gorenske. Ja, leseno vse, ne, tak vibe, malo old school scena. Dobro. Ja, zanimivo, no, mislim. Lansko leto so imeli za Sanskega neko vilo, kaj? Downgrade. To je bilo malo drugače, ampak je šlo skupaj s stilom gorenske. Ker je bilo na gorenskem. Meni je bilo všeč. Meni je v bistvu tak old school vibe še bolj všeč. Pa tako po stenah so bile lobanje ustreljenih živali. Lobanje zločenih sanskih žensk. Sej veš, kje so bile. Se smo hoteli na TikToku, da res eno parodijo na to, sam je pa TikTok banu. Ne z lobanjami, ampak je bilo kar funny. Zdaj so naredili neko oddajo, ne tipo tako, nek reunion, so bile tipo 4 ženske notri, to je to. Ostale vemo, kje so. Kakšno reunion? Ste mi naredili nek reunion.
A ja, Tipo tole, neka forica, neke 14 štiri ur. ženske. Ja, to. Ja. No, vidiš. Soočenje. Soočenje. Sort of. Ja, no, tako da v bistvu meni je to kaj še bolj hudo. všeč tak vibe hiške. One so pa imele cel dvorc, ja. Ok, pošteno, ste lepo živeli, no? So poskrbeli z vas? Ja, so lepo poskrbeli. Je bilo pa kar naporno, veš, to je kar tako, no. Cel dan snemaš, vsak dan. Jaz nisem imel vmes nič frej, ne, one so vse imele frej. Jaz pa ne. Bogi, šel na To je bilo letalo, kar- na jahto, Ja, ne. bala, vsak dan. Bala. Kaj te je bilo drugače, kaj je strah, da, kakšni ne boš, da ne boš sploh všeč ženskam? Sem pomislil tudi na to, ja. Kaj pa če kakšni pač niso mu všeč? Kaj če ne bi bil Ampak je noben, full si misliš? simple odgovor. Tako kot kar če v real lifeu nisi komu všeč pač. Ja, Okej. ja. Naslednja. Nimaš kaj. Kaj oni? No, realno, vse one so tam lahko kadarkoli rekle, hej, Blaž mi ni všeč, rada bi šla domov. Ja. Res? Oh. Tam niso one obvezane, da so tam, a ne? Ja, itak da ne, se ne moreš človeka tako da, no, prisiliti. po mojem, no. Da česa ne vem. Malo se hecam. Ne, lahko kadarkoli grejo, tako da, lej, se tudi, se veš, ne klikneš z vsemi, Ja, vale. kakšni pač, ne glede na to, koliko si cool, dober tip in kaj delaš v lifeu, koliko Pač si niste amazing, vibali, če kaj kakšnim puncam ne boš všeč in nimaš kaj. Ne? In tukaj sem jaz pričakoval, da to bo, ampak sem bil presenečen, da večina jih je ostala. No, Jure ne ve tega feelinga, na njega palijo vse in vsega hočejo. Ja, lej, kaj eden redkih ne. Mogoče pa, veš, če bi imel tak plašč, bi imel več. To se združim z njim, tako sem Ja. jaz poznal mojo, ker Jurek je imel toliko, V bistvu, on veš, predlagal meni, se neko hvala vzame. Ne, veš, kje Si je rekel hvala, ne? Veš, kje Nisi sem- mu še danes, Hvaležen. ja, Veš, kje sem ta plaž dobil? Ja, pač enega tigra sem ubil, ne? se ga ne. Ja. Kar z rokami pa to. Ja. Ne, rekel mu je umri in pač je umrl. Tip je rekel, pa kaj ne, to je to. Je tako top G, da sploh ga nisi ubil. Rekel si mi samo, da mi tvojo Ne, kožo. sled sem rekel, sleči se. In se je slekel. In se je slekel. Pač, to. Kaj si, komu si pa ti rekel, ne se sleče, da si to dobil? Tvoji mami. Ker to je pač tvoje mame. V glavnem, že ki smo bili na tej temi Top G-ja, Blaž, kaj naredi človeka v Top G? Kaj naredi človeka v top G, no? Veš, kaj pomeni top G sploh? Prvo vprašanje za te, Matej. Kaj pomeni Top G, Jure? Top gangster. Kao. Aha, top pomeni? gangster. Top Včasih smo gangster. imeli un izraz OG, ne, original gangster, zdaj pa je to zamenil. Ja, zdaj je top Top G. gangster. Sam, ne vem, jaz mislim, da kdorkoli sliši Top G, pomisli na tega našega prijatelja. Andrew Tate. Andreja. Andreja. Kaže Andreja tata. Prišel Jure en dan, debala so mi zaprli Tate. Tako da ja, upajmo, On da... je Ne, nisem tak. naredil kar kaos, ja. Torej, kaj je Top G? Jure, Ne, kaj je top Blaž. G? Zdaj je vprašanje, kako postati top G. kako postati Top G? Kako stati... Ok, gremo v prvi korak. Torej, kaj smo rekli? Dajmo začeti. No, kaj je zate top G? Ej, to smo tako že 5krat. Kaj je Top G? Ja, Okej. Torej Top G, ne. V glavnem beseda Top G. No, Kako jaz bi začeti? rekel, Torej, evo. Da najprej Kdo je- ščistimo. Mi tukaj ja. ne govorimo, kako postati Andrew Tate. Tako, Ok. to je disclaimer. To je disclaimer. Tukaj govorimo o tem, kako nek, kako bi rekel, kaj, ko postaneš nek moški, Ko nek mladostnik ne se oblikuje sebe v moškega, ki bi bil da vzoren bo sam, človek. da se bo zbudil in bo rekel, jaz Kako sem. postaneš najboljša Verzija moška sebe. verzija sebe? Tako je. Ja, Podarek moška, kao. ja seveda. seveda. Ženske so lahko Top G. Po mojem so Ja, kao, lahko Top G. kao, top girl. Dejansko lahko, ja, Sam, dejansko kako po bi to mojem- izgledalo? Isto. Samozavestna, pridna, ima cilje. No, vse, kar Samo bomo to- zdaj Žaro, predebatirali. Tam tipe, Tako, tole ej, vrti. ej, ima 10 tipov, Samo to ni... Ja, pa, ona jih lahko vara, oni nje ne smejo. Top G. jaz mislim, da to ne bi funkcioniralo. No. Ah, Ali pač, mogoče pa kakšne, kdo to prakticira. Ne vem. ma ne vem, jaz mislim, da kaj tebi privlači neka ženska, ki je ono... Mislim, da- veš pridi kaj, sem taki blaž, mož- pridi sem blaž, sej se. saj to. Jaz mislim, da to ne bi funkcioniralo, vsaj za me ne bi. Mislim, za me vem, da ne bi, ker jaz sem tak moški, ker take ženske sploh ne želim. Čeprav veš, kaj bi pa Meni je rekli... všeč nežna, naravna punca, taka, ki mi bo malo sledila, ki bo... Ja, veš, ki bo predvsem... Kako prevedeš besedo feminine? Ženstvena. Ženstvena. Ja. In top G ženska se meni ne zdi ženstvena. Ah. Wanna be... Sam veš, kaj bo Kaj je rekle to? ženske, zdaj v teh komentarjih, kao, ja, vi niste pravi moški, da vam niso všeč take ženske. Jaz se ne strinjam tle. To sploh ni res. Ja. To, dosti ženske reče to, kao, če hočeš žensko, ki je ženstvena, da kao nisi ti jak tip. Kao. To bo rekla sam tista punca, verjetno, ki ni
ki ne ustreza temu, česar si mi želimo. Probably. Tista, ki je ženstvena in taka, mislim, dvom, no. Mislim, seveda, pač kot si rekel, kar si mi želimo. Vsak ima svoje preference. Res je. Tako da, v glavnem, ker še vedno mi tle mjačkamo okoli tega, kaj je Top G, ne? Še vedno nismo začeli, zato moramo zdaj narediti hitro intermedu, smo pozabili našemu gostu na začetku dati člani škatle vprašanj. Blaž zdaj bo zvlekel eno vprašanje. Iz črne skrinjice. Iz naše škatle člani vprašanja. Člani škatle vprašanja. No, zvleči eno. Katera je tvoja najslabša navada? Torej, Blaž. Ti jih nimaš, ker si sanski moški, štekaš Top G, moram najti ker najbolj bad. Najbolj bad, a ne? Po moje scrollaš po telefonu pred spanjem, to sigurno delaš. Jure, ti? Moja najslabša navada? Moja je, da zamujem. Da nisem konsistenten pa nekaterih stvarih, ki bi mogel biti. Pri ženskah? Ki jih prehitro menjavaš? A veš, jaz sem si zadal, da bom pisal dnevnik vsak dan in pol ga še dan prije, pa to malo spustiš, pa tako naprej. In nisem konsistenten, ker ta konsistenca bi bila zelo produktivna za me. Ja, dnevnik je vibe. To, da nisem konsistenten pa nekaterih stvari, oziroma to bi lahko tudi, temu bi lahko tudi rekel fokus. Okay. Da ne držim, da moram se še naučiti, kako boljš držati fokus. To sigurno. To je največji efekt na moj life. Sigurno. To najboljše narediš, da si narediš zjutraj urnik, ko se zbudiš. Ja, jaz si v zapisu ga delam načeloma vsako nedeljo. Za teden. Sem jih haliral, po nesreči. To za tole bi prost. Ja, vsako nedeljo si naredim review tedna, pa ga ocenim, veš. Koliko je bil ta teden za me cool? To sem isto jaz delal. Od 1 do 10. No, v glavnem, grem do tega, da ugotovim, koga bi mogel kaj poklicati, s čim zamujam, tako naprej. Bravo, to je dobro, to je neka retrospektiva, bi se lahko temu reklo. Ja, to je. Ja, veš kaj, da vidiš, kaj si naredil, kaj še nisi, kje se zboljšati in tako, ne? To sem jaz delal zdaj full časa, jaz sem to prvo naredil vsak dan. In je šlo v redu. Je šlo v redu, samo zdaj... Pol, veš, kaj se zgodi? Imaš ful nekih rutin, ki jih probaš si ustvariti in pol nekako včasih jih življenje izvrže, ker je malo škoda cajta. Ampak ful pomaga, ne? Zdaj moraš pa samo oceniti, kaj je vredno držati, kaj ne. Okay. Sem fokus pa neka disciplina... Ti pride prav z vsem. Ja, zame je to urnik vsako jutro. Vsak dan, pa da imaš urnik, pa da se ga držiš, a veš, in če si rečeš, da boš dal, ne vem, pol ure temu, pa 3 ure tismu, in da se tega dejansko uspeš držati. Meni, kada to uspe, se počutim, kada sem Superman, kada sem Top G. Ja, sej. Ker eno si je narediti urnik, eno se ga je držati. Uno je držati je ta težek. Za držati se ga rabiš pa že to disciplino. Ja. To. Disciplina je full... Tako da, evo, to je že ena stvar, ki se stavlja Top G-a, ne? To se stavlja Top G-a. Torej, moraš biti človek discipline. Tako. In ne smeš se pustiti, da, ko bi rekel, te vodijo zunanji vplivi. In potem ti napiše ena punca, ki se je na te spomnila po 2 tednih, da gre v sredo na eno pijačo, ko imam čas. Ker nisi v urniku. Ne, ker imaš fitness. Ker imaš nekaj drugega. Lahko pa jo daš na naslednji teden. Tako, ja. Ampak ja. Dobro, okej, ajde, eno vprašanje. Kaj če je 10? Nima veze. To je Top G odgovor. To je to, kjer se začnejo pol fantje lomiti. Ampak ona je pa to, ne? Ona je pa uno, ne? A veš? In pol začnejo delati kompromise. In tle se vse zjebe pol kompromisi. Ja. Mislim, ko delaš kompromise na sebi, tle se zdaj zajebe. No, v glavnem, ena taka stvar je, da ko se držiš nekega reda, ki si zastaviš, ne, lahko bi rekli, to je tvoj začetek, da se ti spraviš v red. Tako. Kaj si hotel reči? Nič, jaz pravim, da vsak začetek, torej začeti moraš tem, da prvo sebe spraviš v red in da svoje življenje urediš. Torej, svoje življenje urediš tako, da prvo vsako jutro napišeš urnik. To je dober nasvet. Okay, ali pa vsako nedeljo za en teden, kako si ga jaz. Pač najdeš si nek svoj sistem, ki funkcionira. V glavnem neko organizacijo svojega časa. Ja, pol ti si omenil fitness, ne? Ja. Se pravi šport. Vsak dan. Moraš skrbeti za svoje telo. Tako. Nima veze, a tečeš, a drsaš, a boksaš, a hodiš v fitness, ampak bodimo realni, če imaš 150 kg, nisi v redu. Nisi v red se nisi spravil. Če imaš 2,20 metra, ajde. Ajde, če imaš 2,20 metra, ampak kar hoče povedati je, da moraš skrbeti tudi za svoje telo. In to pomeni, ja, da ohranjaš vsaj neko zdravo
postavo, če temu tako rečem. In to ni samo šport, pomeni tudi, kaj daš vase. Torej, moraš imeti, ne vem, razne vitamine, suplemente, recimo, ne vem, kaj za nekega moškega, ne vem. Jaz povem lahko, kaj jaz To je jemljem. ful dober skill za moškega. Da se naučiš, jaz vedno pravim, da se naučiš vsaj 5 jedi, ki jih znaš dobro pripraviti. 5 jedi, to je to, that's it. To je ful dober skill. Zase, za frende ali pa tudi za kakšno punco, ki je pa iz une srede predstavljaš na drug teden, prije tebi, izkuhaš za to je top. To mora, jaz mislim, da vsak moški bi mogel znati. Kakšne so tvoje jedi? 5 jedi pripravljati. Jaz imam to klasiko. Prva, ajde. Riž na 101 način z mesom, ne, pa odvisno kaj zraven, govedina, piščanc. Dobro, rižin meso, druga. Riž meso, pa imamo Pašta in testenine in tuna, ponad tuna rim. Dobro. Pa imamo lososa, naprimer. Los je ful dobra zgodba. Za zajtrk je ponavad vseni kosmiči, pa not 101 stvar spet. Dobro, ajde, to ni kuhanje. To ni kuhanje. Ja, jih skuhaš jih, no. V bistvu, ajde, no. Se greješ. Pol suši je taka. Kaj ga znaš narediti? Ja, ne še ful dobro, ker pač trial and error. Ja, Okay. Ja, suši je ena taka cool stvar. Pa poleti furat na žaru spečem, ali je to nek mal boljši steak ali pa kakšno ribo. Ker znam tudi ujet, by the way, ker meni je to gušt. Jaz tudi. Zgodbo, mislim, ujamem s harpuno. Enako. Strelim in, no, in to je poseben feeling. To se počuješ kot top G. Recimo ali pa hobotnico, ko jo ujameš z roko. Ja, to je težko, surovo. ampak se da. Na Če si veliko na morju, se tega naučiš. Jure. Ne, drugače jaz lažje ujamem hobotnico kot ribo. Verjamem. Če jo najdeš to hobotnico. Ja, veš, moraš vedeti, kako jo najti. Ja. Veš, kako vidiš, kje je hobotnica? Recimo, če so školjkice spredaj ali pa če plavajo ribice okoli. Ja, To so ful dobri hinti. Ribice tam povsod plavajo, pa ti najdeš tisto hobotnico tam. Ko si sanski moški, imaš ribice okrog, non-stop plavajo. Okoli njega plavajo samo strelja. Tudi na kopnem, lej, povsod plavajo. Povsod plavajo. Blaž samo strelja. Ja, veš, to je dobro. Jaz rad lovim zato, ker me to, vse se še učim tudi, jaz nisem nek profi ribe, ampak učim se in grem pod vodo in kaj postrelim. Se mi zdi, da s tem malo hranim ta pristen stik s to moškostjo, ki se počasi v družbi zgublja, nažalost. Kako se reče temu, tak primatski občutki, Neki primarni instinkti. Primal, ja, kako se reče primal, ja. To je ena huda igrca. Ja, no, v glavnem, in pač to ribo preneseš, jo poješ in obisli je tudi In te čaka ful dobra, glede na to, da bolj sveže ribe ne moreš jesti. Te čaka tvoja riba zunaj, tako da zašamariš z ribo, evo ti riba. Jej, skuhaj. To ni, Ampak jo pa pripravim, jo pa tudi pripravim. Je drugače. to ni top G move, ker top G respekta vse. Se strinjam. Tako. Torej, zdaj smo Ja, nobenega sklepanja punc z ribami. si urediti urnik, No, svoj razen čas, kakšni fetiš. ker to je najbolj pomembno, skrbeti za svoje telo, kaj daš vase, treningi in tako športanje, da pač... Tudi kaj daš sem not. Delaš meditacijo? Ja, ampak bolj Delaš amatersko, meditacijo, tako 5 minut na dan. Okay. Sam pomaga, dejansko pomaga. Bolj kar delam je to, da berem knjige. Knjige so meni tako, način, da se sprostim, da odmislim zunanji svet, pa da se tudi kaj novega naučim. Imaš kakšne knjige, ki bi rad predlagal? Mislim, leposlovja. Vama bi rad predlagal eno, taka debela je, reče se The Setup. Ok, o čemu pa? Napisal je pa Dan Bilzerian. To predvidevam, da veste, kdo je. Okay. Ja, ampak on ni top G. Ja, on je malo scammer G. On ima, Scam G. ampak ta knjiga je bila za vaju po mojem zanimiva. No. Meni je bila všeč zato, ker je napisana brez nekih filtrov in česarkoli. Ponavadi so knjige še vse malo oblikovane, lektorirane, s tem reče, predvidevam. Tle pa, tip napiše, kar si misli in je že sam, kad to bereš, se nasmeješ. Okay. Tako da vzameš z kančkom soli, seveda, ampak noter tudi pač slikce vrže in tak. Ja. Tako da je taka huda knjiga za prebrati. Meni je bilo všeč. No. Mislim, ta Dan Bilzerian, ne, on je imel vedno neke full bay pokoli, ne. To res je. Samo, kaj si res frajer, če imaš še toliko bay pokoli, kaj to sploh je point? Frajer si, če imaš Njemu eno sigurno ni pravo slabo v okolje. lifeu. Ja, eni pravijo, da pravi moški je tisti moški, ki skrbi za svojo družino, ki se družina počuti varno, kjer, veš, providaš, da pač lahko se lepo živi. Odvisno, kaj želiš biti. Ja, to ni, veš, to ni top G, top G je bolj to, da si moški tak, da imaš eno žensko. Mene vprašaš top G, da imaš eno to pravo vedno zraven sebe. Jaz se strinjam s tem. Ki več žensko okoli, to je bolj za pleasure. To je easy. Ni easy. No. Ko si na nekem levelu, je to easy, da imaš vedno to pravo zraven tebe. To je težko. To, da najdeš tako ride or die, to je una težka. Ja, vsak
kakor si vsak želi, se mi zdi, vsak se odloči zase, kaj hoče. Sam tudi recimo da si pač nek fant, moški in si rečeš, ok, jaz ne bi rad zdaj bil s preveč ženskami in bi rad najdel eno resno, dobro, kvalitetno punco, ki pač izpolnjuje neke moje želje ali pa kriterije. Tudi če boš to hotel imeti, boš mogel najprej biti player, pod narekovaj, zato da greš čez določeno število punc, da jih toliko spoznaš in greš z njimi na dejt, da sploh najdeš tako, ki bo primerna, zato da si rečeš, ok, ti boš pa zdaj moja punca. In zato, da si sploh nabereš izkušnje, da vidiš, kaj ti ustreza, kaj ti ne ustreza, da sploh prideš do take, malo se strinjam. Ko boš pa rekel, ok, lej, ona mi je pa cool, da bi bila moja punca, ker da boš ti trofnul iz prve ali pa iz druge, da boš povabiš dvomom, močno dvomom. Moja nona je rekla, to sem že povedal, preden se poročiš, jih provaj 100-200, da veš, kaj ti je všeč, da si jih proval in da pol nimaš želje, da varaš. 100-200 ali kaj, kje boš dobil 100-200? Rekla je provaj 100-200. V glavnem to se strinjam, ker iz mojih bivših, koliko so bile grozne ene, zdaj vem, kaj ne iskat in kaj dejansko meni osebno pomembno. In zato sem bil jaz ful časa v eni zvezi, ker edina dobra stvar, kjer je imela, da me je imela tako neizjemno rada, in jaz sem bil, fuck, koliko se ima človek lahko tako rad, what the fuck. Tega se spomnim, tudi ko sem jaz prvič to doživel. Ampak vse drugo red flags. Ampak zdaj sem našel eno, ker ima vse green flags plus to. Tako da... Ja, sam si mogel par punc dati... Češ, samo ni Beyonda, ne? To lepo rekel. Par punc si mogel... Ne, pa skozi, zveze, si proval, nisi proval, ja, pač delovalo, ni delovalo. Ja, korekt, pa da sploh se tudi naučiš, kako se sploh naučiš, a veš, ko boš spoznal tisto, ki ti je res všeč, moraš se znati z njo kind of, ne vem, pogovarjati, a veš, moraš, ne, in to odkje boš to dobil, če ne probaš. Tako da, ja, se mi zdi, tudi če to želiš zase, moraš najprej probati iti ven in dati se v situacijo, kjer pač povabiš na dejt, a pa karkoli, ti ni okej, naslednjo probaš, kad je spet všeč in tako naprej in tako naprej. Ne moreš kar iz prve, pa cel life biti sam. Moraš najti, ker v mojem mnenju, ne vem, mogoče imam jaz take želje, pa katere, a veš, ni glih ful punc, ki bi nekako ustrezali temu, kar se jaz želim. Te bo presenetila to pravo. Kaj je zate perfektna ženska? Taka, ki me razume, ki me sprejme takšnega, kakršen sem. To je ful pomembno. V bistvu, to mi je najbolj pomembno. Ja, in pol imaš zraven še vse tudi karakteristike, pa vizualne stvari, ampak pri zvezi jaz mislim, da mora to prijeti naravno samo od sebe. No? Se pravi, kakor sem prej govoril, veš, ti vlagaš jaz vlagam zdaj v kariero, v izobrazbo, v vase, v svoje telo, v fitness, v prijatelje, mislim, v avto, da laufa in tako naprej. Ne, ker prijatelji se to prije naravno, veš. In se mi zdi, da zveza mora tudi biti čim bolj naravna. Se pravi, ne da moram zdaj jaz biti danes moram pa že skenirati frende, ki moram narediti ta kompromis, da bom ta čas rajš uložil v moj čas s mojo punco. Tega nočem jaz delati. Jaz hočem, da to prije naravno in da tisti čas, ki bom vzel, zato bom res hotel biti z njo in si bom želel in ta čas, ki ga preživljam z njo, mi je boljši, kot če bi ta čas preživel sam. Jaz sem bil to z mojo bivšo, sem bil ki je ona bila zbleda in sem bil fuck, ta ten se nismo videli, moram iti na bled. In ko znaš tako razmišljaš, veš, da tle neki ne štima. Ja, tle si ti že vlagal, ne? Ja. Se pravi, vlaganje zame pomeni, nekaj ne bom počel zato, da lahko počnem to drugo stvar. Ampak kompromis. Čeprav to ne vem, če obstaja pizda. Čakaj, ampak če ona vlaga nazaj, je cool. Samo spet je to samo to zdaj spet moraš ti se odločiti, kaj hočeš. To je pol, mislim, cool. Če ona vlaga nazaj, to je cool. A veš, to pomeni, kako bi en dober primer najdel. Ok, jaz ne bom počel tega, naslednji vikend, da bom lahko s tabo in ona isto reče, jaz pa ne bom šla z unimi, da bom lahko s tabo. To oba dva pol kompenzirata nekaj. Ali pa za postu, pač bo takrat skupaj in sploh ni debate, a veš, sem mislil malo drugače. Ne, dobro, zdaj smo malo zašli, zdaj smo šli na temo kompromisov, pač ne vem, jaz sem zdaj spet v long distance. To je vedno večna dilema, ja. Ne, jaz sem zdaj v long distance in pač kažem krat si ono, zame čas kažem krat jaz, to je drugo. To je drugo, Prej smo mi govorili dobesedno pač, jaz ko sem mogel iti na bled, mi bilo, fuck, moram iti na bled. Ja, exactly, to hočem reči. Tako da to se mi zdi, tako da spomnim. Ko moraš iti full out of your way. Ja. Naslednja stvar, mene ful presenetilo, pri večina punc, ki jih poznam, je na prvem mestu, da ima tip neke cilje v življenju. Ja. In to zelo velike. Ali to pač ful pomeni, ja. Hočeš biti, ne vem, najboljši podjetnik, najboljši režiser, najboljši pilot,
ali pač hočeš biti najjači smetar. Njih pač ne briga, hočejo tipa z ambicijami in ki dela vsak dan proti temu cilju. Ja, ker tak tip se tudi drugače obnaša v lifeu, veš. Res je. Ker ti stremiš nečemu in ti je tisti passion in se pač drugače obnašaš, drugače razmišljaš. Je pa downside tega tudi, da pač tudi sprejemaš pol manj, ko smo prej govorili o takih kompromisov pa to. In mogoče tudi je pol slaba stvar tega tudi, da ne boš mogel biti mogoče toliko z njo, kot bi si ona želela, ker boš pač, lej, baby, moram narediti to in to do jutra, do naslednjega tedna in žal tako je. Ampak taka punca bo veliko več šanse bo, da bo s tabo ostala, kot če bi ti imel preveč cajta, ki bi ga dal. Ti veliko lažje popraviš, da imaš za njo premalo časa, kokar pa popraviš, če imaš za njo preveč časa. Ker imaš ti enkrat za njo preveč časa in ona to gotovi, pol si ga ne bo. Če imaš ga premalo, lažje si greš, ok, lej, bom si vzel, to je ful lažje. Veš kaj je, ko prijatelj glede karijere, ta prava punca je tam in te podpira. Jaz, na primer, moji sem rekel, tako je prej smo šli v zvezo, upam, da razumeš, pri meni je karijera, pa če še rajši umrem sam, ampak da sem dosegel, ker hočem, ko da imam punco, prosim, to razumi. Ja, in moški taki smo, mi rabimo. In je razumela, ampak sem jaz tudi zdaj v tej zvezi ugotovil skozi čas, da ta prava punca je taka, da je lahko na prvem mestu s kariero. Tako da to, fantje, ta prava vas bo presenetila. Ja, sam treba biti pa pripravljen tudi na to, da bo kakšna presenetila in ne bo tega mogla sprejemati. Ja, sej, takrat moraš biti toliko ok, da rečeš, da pač jaz spustiš in bo ok, pač ne gre, a veš. Tudi to, maste kakšno... Ker to narediti ni lahko, ne? Tudi to, ne vem, ene ful strah iti iz veze. Ne vem, mislijo, da bi se skregali ali kaj. Jaz sem že šel iz veze tako, easy, to ne deluje, ostanemo kolegi. Ampak sem pa tudi videl, da ostanemo kolegi, to ne deluje vedno in toliko ne gre. Je pa res, da iz veze se lahko gre tudi lepo. To, da ostanemo kolegi, prijatelji... To ne deluje. Jaz sem proval, ne deluje. Ne deluje. Kaj si zaključaš, ni ne obstaja več. Ne deluje. Zdaj bi jaz na hitro tle vprašal, eno je zveza, ne? Kaj pa tvoje mnenje glede Friends with Benefits, Blaž? Gucci? Super. Gucci. Jure. Če ti to paše, ja, zakaj pa ne? Friends with Benefits je taka Kakšen je tebi to koncept? Sistem. Mislim, po mojem, evo, čim se upletejo tukaj čustva, je konec tega. Tako bom vprašal, kakšen je vam zdaj koncept tega, da ti reče punca, smo Friends with Benefits, ampak samo z mano? Mislim, to sploh ni Friends with Benefits. To je zveza. To je zveza. Ja, mislim, tle te že omejuje, veš. No, mene zanima, jaz sem bil v enem, žena mi je rekla, smo Friends with Benefits. Ok, Gucci, smo Friends with Benefits. Ja. Pol en dan smo bili z isto bando od zunaj in ko smo pač šli domov, mi napiše, zakaj mi danes nisi dal ljubčka? Jaz sem bil, wow, mi smo Friends with Benefits. Tukaj moraš pa to na tej tvoji strani, da moraš to in je dati vedeti. No, sem dal vedeti. In ona tudi meni pol enkrat je prišla v bato, ma to, kar imava mi dva samo med nami. Jaz, ja? Ja, pa kaj? Pa kaj si ti mislil, da mi smo tle zdaj vsi za vse? Friends with Benefits, a? Ja, ne, mi smo samo jaz zate, ti zame. Jaz sem rekel, to je zveza. Ja, ne, jaz nočem biti v zvezi. Ja, glej, to je pa, a veš, od vsega, da ima ta ista pričakovanja, no. A veš, to je pa, če se njena pričakovanja, pa pomeni tega sklada s tvojim, super, ne. Mislim, to je na vsakmu, da... Seveda se spoštuje, kar ta tvoj partner hoče, ne, ampak... Samo to ni partner. Naprimer, zame to pač ni Friends with Benefits. Ni partner to. Hočem reči, partner je s tabo, partner je hočem reči, spoštuješ to punco, s katero si. Samo to. In kaj pomeni, da spoštuješ? Če ona reče, ja, midva sva samo zase, pač ti, že če si z njo ne greš out of your way, da si z drugimi. Mislim, ali pa ji rečeš tako, da ti tega ne boš delal. No. Ja. Ena opcija je to, da je spoštuješ, ena pač da reče, ok, to med nami, karkoli imamo, nimamo več. Ampak to me je vedno zanimalo, ker meni je bilo to vedno fascinantno in rekla, ja, mi smo samo ekskluziv. Ok, smo v zvezi. Ja, ne, to ni zveza. Mislim, da zadeva je tako, v mojih izkušnjah je, da če boš dovolj dolg časa ti za eno punco se tako dobival, slej ko prej bo ona izpostavila to, da želi biti s tabo ekskluziv. In to se je tudi zgodilo meni. In pol je tudi izrazila, slej ko prej pride. In ti moraš biti na to pripravljen, moraš tudi vedeti, kaj hočeš zase od takrat naprej, zato da pravilno reagiraš. Ne? Tako da to je pa pol od vsega odvisen. Ampak slej kot prej v mojih izkušnjah prije tega, da ona pa reče, hej, zdaj bi pa jaz bila ekskluziv in tako. In pol nekaj več, in da bi bili skupaj, in pol ste skupaj. In spet, naprimer, jaz sem šel v to zvezo, ker sem rekel, hoj znat, smo si cool, lahko bo kratalo. Najbolje biti
iskren, srce, slej, cool in vse, ampak pač jaz za ekskluziv zgodbo nisem, če pa si, ne, pol pa super, da ona to izpostavi in pol sta skupina. Ker tle tudi jaz mislim, da ko prije do tega, da greš v zvezo in tako naprej, da je dober, če ona to prva to izpostavi, veš, da bi pa res zdaj bilo rado s tabo par. Zdaj se pogovarjamo o ženskah, kot da jo že imaš na voljo, ne? Zdaj bolje vprašanje, kako dobiti. Ja, punco. To je res, zdaj se res tako pogovarjamo, kot da že... Mislim, kot da je to po defaultu, da te čakajo 4 in ne, čakajo, ne. Friends with benefits, punca, friends with benefits, second wife. Ja, mislim, tebe so kaj dočakale, ne? Ti si imel en tak primer. Jaz sem v bistvu njih čakal, ko so se pripeljali tja. Ampak ja, one so pol, ne bi tekmovale oziroma se borile za... Kako pa je bilo pol na šovu? Ja, se pravim, one so se pol... To je bil job kava, da v real life se ti že... Tam je drugače. Ti si umetno ustvarjeno okolje. Right? Tako nasplošno pa kako če imaš vse te stvari, ki sem jih rekel, da nekako si moški, recimo, da si samo zadostan s tem opravom, da tvoj life je, da si s svojim lifeom toliko zadovoljen, da si lahko rečeš, ok, zdaj pa lahko v svoje življenje sprejmem še nekoga drugega, ali je to ljubica, ali je to punca, ki sem sam tako zdobil, ali pa je to resna punca. Čakaj, še preden imaš punco, je tudi pomembno, naprimer, osebna higiena, da si lepo negovan. Se strenjamo, ja, to. Sigurno. Naprimer, fantje, frizurca, te lahko to spremeni, tako urejena brada. Face care rutin. Ja, skin care rutina. Ja. A video mata? Ja. Meni je dela punca. Jaz si delam sam. Ja, kaj pa imaš enkrat na teden, ali kaj? Ja, pač ko ona mi naredi uno ekstra, vsemi maskicami in to, to je nekaj nečega. A tako, pa ne vsak dan? Ne, se ne živi z njim. Ja, ne. Tako vsake toliko tem tam, a dobro, to, da te malo masira, pa neguje. Delamo vsak dan, ker ima 7 jih. Tako, čakaj, vibe, če boste kdaj vam kakšna dela skincare, jaz na moj telefon upalim ambient beach music in na njen telefon ambient spa music. In tako si dam na 2 strani postelje in tako, da si v spaju na plaži. Bolano, en life hack za vse, provajte. Tudi sami, če se negujeste, provajte, paša svak. Ena stvar, ki mi je rekel en kolega, in dejansko mi je tako fulno glas priznal in jaz sem videl, dejansko te ne rabi biti sram tega, on naprimer si je pol utrpalnice. Ja, in pač jaz sem bil... Če imaš leh unibrow, valjda Ne, pač da imaš urejene. Ki tu pa tam ti fiskej pride. Zdaj tle je malo una meja, spet ali si uno too much, zdaj lahko si tudi malo neurejen, štekaš, ne rabiš biti jaz zdaj to zagovarjam, da jaz tudi si kakšenkrat tle, ko mi kakšno pride, tle vidiš, si popul iz trpalnice. Ja, in naprimer, glede tega, moške ne sme biti srami, ne smemo zdaj pač, to je punce, kakšno pičko, ne, to pač, da si urejen. Ja. Veš, kaj se mi zdi malo ful preveč ekstremno? Ljudje, moški, ki hodijo na depilacijo, tipo brazilsko, tipo spodaj. Zakaj? To se mi zdi pa tako malo ajde, ne vem. Lej, eni si tudi brijajo noge. Ja, dobro, to je recimo, če si nogometaš ali neki, ampak da hodiš na depilacijo, no, se mi zdi. Očitno jim odgovarja, kaj? Vidiš, to ne smemo šejmat, ker to pač... Se ni šejmam, se mi zdi čudno. Ja, ma ti pravim, lahko da komu paše, da je tam spodaj... Jaz bi tudi rekel, komur paše, I guess. Če je to del, da se počutijo bolj clean. V glavnem, moški skincare je ful dobro, da si narediste. Tudi, da lepo dišiš. To ful pomaga. Ja, von je zelo pomemben. Tako da najti svoj nek parfum, ki ti ustreza, ki je nekako specifičen zate. Ali pa jih imej več. Jaz imam parfum doma, v avtu. V avtu imejte parfum, to je life hack, ki ga imam tudi v avtu. Kjer je tvoj go-to parfum? Invictus Aqua od Paco Rabanne. Ok. Ta parfum je meni number 1. Kaj, Jure? Meni je najboljši eno Tom Forda, samo mi je predrag. Oni Outwood, ampak jaz imam tega Aqua di Gio. Se pogovarjamo o vsem tem, ne? Tom Ford ima na YouTube par zanimivih videov tako o moških in kako bi moški mogel se oblačati in malo v stilu govori. In on tako govori, veš, da najprej preden se lotaš ti svojega stila, se used in si vzam, si natočen kozarec viskija in odmeditiri 10 minut, ker moda te ne sme obremenjevati. Že tako začne in tako tak ambient, en tip tam na videu, pa tako malo zatemnena svetloba, soba, no. In on pol gre, pol si morate zbrati tako srajco, pa tako ful hodo, res, ko to pogledaš, se počutiš, damn. Jaz sem to naveš, če imaš 100,000 evrov na računu. Gledaš ta video. To je overreacting, ampak sam pravim, Tom Ford, on ima tak. Moj parfum je iz Zare,
in vsi ga hvalijo. No, Zato, ker Zara dela identične kopije resnih parfumov. Sam, veš, ja, ko sam lepo ne dišijo. držijo toliko dolgo, ja. Držijo po cel dan. Res? Sem šel, nekaj sem šel jaz z mojo in ležit na takarca, tako se ustavila in nekaj gledala okoli in moja jo je videla in tako začela. In moja punca, ja, to je ona tako prije sem, ki se poznajo. A ja, se poznajo. Fuck, ko dišiš. Fucking zavohala me je iz Zare parfuma. Ja, no tako da lej, nima veze, če nimaš budžeta, koliko kartine, Evo, greš v Zaro. tako, ej, Ne, če pali. Ne, če kaj pali, hoče pali. reči, da parfum je parfum moraš. Čakaj, moški. še to. Ne rabi biti tu za 100 €, ker kažem so res dragi. Mislim, 100 € je malo, Tom Ford je 300 No, evrov. 300 €. Ja. No, lej, zdaj tip. Pač Če greste tice, s punco, naprimer, ven na zmenek, ne, se predvidevamo, da boste na začetku zmenka objeli. Špritni si enkrat sem Ja, in ja. enkrat tu Se pravi, zadaj. ne se preveč naparfumira, to tudi ni. Ne. Veš, Enega tri sem, šprici enega je, ker ni dosti tri šprici. In vzadaj še enega, da ko te objamete za voha. Jaz dam enega sem, se pravi za eno 6, za drugo 6 in pa si dam še mal Na puls. Pač na roko in potem skupaj stisneš. Ne drgent, Okay. pa se te molekule razgradijo, bej. Okay. In to je to. No, Okay. Fair enough. torej, Dober hint. treba lepo dišati tudi. No, Pa če prespiš pri njej, Ja. Kaj? prej greš tam na riho malkš. Ona pol, Da te voha. da polka šla začeti spati, puno Joj, se kaj spominjala. plaž. Pizda, tak si ti. Ja, dobra. Da je dobro. Da prviš med slabo, kje boš, ali imaš Ja. ono mičko na bočko za parfuma, ker imaš ono To za zdaj že- uspavati. To smo zdaj že predaleč. Veš, kaj, v glavnem, to škoda parfuma, veš, to so že triki Tom Ford je drag. To vrte, da. Zato Zara. če jaz se pa splačam, ga zare boš prizad. V glavnem, če imaš nek signature von, veš kaj, ko von, jaz sem nekje prebral, da to deluje kot neko sidrišče, kot anchor v naši glavi. Da si ful zapomnimo mi vonjave. Ne? To je uni, to je una. Ja, ja. Ja, in te vrne nazaj, ne? Se pravi, če imaš ti nek tvoj značilen von, je to ful dobra stvar. Ne? Vse te punce, ki dobro dišijo, je nice. Parfum ponavadi ne daš na se, ko si enak, še to bomo šli skozi. Ne? Je dobro, da vsak moški, ki si prav prej v stilu, ne rabiš biti, meni to, ki zdaj prodajajo Andrew Tate in Tate Top G, ne vem, neko poli, dres, hlače, neke blazerčki, nič proti blazerjem sem pravim, ne rabiš biti to. To ni stil, ki rabi biti tvoj in od vsakega. Naj si nekdo najde, kar mu paše in naj uno fura. Ja, to imaš dober stil, ki te paše, je Tako. means a lot. Je pa res, da najboljše, da si omaro zgradijo z basics, črna majica, bela majica, črna majica, črne hlače, kavbojke, črne hlače. tako, Kaj še na rekalc? En rekelc, sigurno. Lahko je tako. navy, črn, koliko, enega da imaš. Srajčka, Pas. bela, pa srajčka črna. In Pas. pol na temu pas, in pol na temu ti pač gradiš stil bilo kakšen. Čeprav, če si ti kupiš te osnovne stvari, pač imaš pol ta osnovni stil zaenkrat, ki je dober starting point. Ja. Recimo naš tim, on nima teh basicov. Njegovi basics so ekstra, ampak Ja. deluje za njega. Ja. Ja, karkoli deluje zate. Ja, jaz imam tudi prijatelje, ki imajo čist swaggy stil, pa jim ful paše, meni ne. Ampak veš kaj, v vsakem stilu so basics. Lahko imam jaz zdaj oversized hoodie, oversized hlače, ampak vedno bil, ne vem, oversized bel, oversized črn. Ja, Te torej, basics se moraš. Bolj je fora, da ti kupiš basics, se mi zdi, ko nimaš stila, sploh. Si ga začneš graditi. Nekje Ja. začneš, tako. To je za tiste, ki rabijo začeti. V srednji šoli jaz nisem imel stila. Kdo ga je imel? Jaz niti. Grozen. Ja, enega že imajo, pismo, zdaj vidim. Enega ima. Sploh dekleta, one so že. Veš kaj, to je po moje, Ultra zrihtane, kot takrat jaz ga družba takrat smo nisem se imel. razvili. Ja, sigurno. Ampak zakaj je dober stil? Zato, ker se ti počutiš dober, pa si misliš, da sem pa seksi. Kaj je bolj privlačno punca, kot da si res samozavesten v svoji koži? Tako. A veš? In zdaj, Ja. če narediš vse ono, ko smo rekli, imaš neko disciplino, imaš nek passion, ki te veseli, imaš nek svoj stilček, v dosu red zgledaš, kot tudi malo telovadiš. Si unikate, ne malo. Pol ti je precej lažji z dekleti se pogovarjati, iti na dejt, bolj si jim zanimiv, všeč in tako naprej. Veš, kaj je bilo meni zanimivo, ena stvar še? Da recimo, ok, govorimo o tem fitnessu, ne? Ampak se mi zdi, da tudi nek borilno veščino moraš obvladati. Da moraš znati biti navaren, Tako. ja, ampak z njo nežen. Ne? Tako, ja, pač. Se strinjam, zato sem jaz šel To jaz nisem malo boks probavati, pa tako. Jaz bi šel na boks, zdaj To je bi se ful hudo, vpisal ja. na boks. Boje, da je v Izoli. Res? Ja, Ok. Zdaj moram pogledati, koliko da je. gremo skupaj. Moram To pogledati. pa je Ko to. bi te nalomo enkrat stari zaprave. Pač meni je cilj, da se nabijem, da ga napokam kopičko. To je meni cilj. To je bilo zanimivo videti. Težko ja. bo to. Ja, pazi, počasi. Ampak jaz, ko sem začel malo boksa, pa tako sicer amatersko, ampak a veš, dobiš drug občutek, ko se počutiš. Bolj
Ja. Spet samozavest. 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 Veš kaj? In to izžarevaš, in to tudi ona čuti. Brez Sej. veze je fejkat samozavest, ker nikje boš še izdal. Pač moraš dejansko se pač narediti v jakega tipa, to je point. Ampak veš kaj, Ja, to je pa, ni point, da fakaš, Ja, point je, da to, se narediš v jakega. to, tipa. to. To Tudi to- postaneš in o tem mi danes govorimo, kaj Ja. se za nas to pomeni in mogoče bo kdo rekel, ok, meni se to si zanimivo in bo tudi on to naredil. Ampak tudi to, zdaj naprimer mi govorimo, ok, jak tip je to, da se zna pač tepst. Cool, mislim, da zna... Ne, da se znaš teps, da se znaš obraniti. Braniti, Ja. tako, zavarovati nekoga. Tako, tako. Ok, cool, to je da samozavest. Jaz se bom zdaj dal sebe za primer, meni da ful samozavesti, naprimer, ker meni gre, da sem zabaven. In jaz vem, da s tem kompenziram za vse ostale stvari in jaz sem lahko na dejtu s punco in vem, da boljšega tipa ni imela pred sabo, zato ker ji pokažem najboljše, kar sem lahko jaz in to zabaven. Tako da Sure. veliko kvalitet je, kjer ste lahko dobri in pač ovnajte, kar maste in tam excelajte. Naprimer, zdaj to samo primeri. Ne rabiš iti pač trenirati neko borilno veščino, da dobiš to samozavest. Poglej, v čemu si dober in to pač ovnaj. Kaj je tvoja go-to samozavest? Kaj ti daje tebi samozavest? Meni daje po mojem skupek več različnih stvari. Eno je to, da sem zelo passionate glede teh svojih interesov in tudi zdaj karijere, se pravi nautika, morje, zdaj tudi letalstvo. Tako da tudi, kar razlagam o temu, in drugače o tem razlagam, kot kar o neki random. Valjda, valjda. To plus, ok, tudi jaz treniram, tudi boksam občasno, spet mi to daje nek confidence. Pač več stvari je skupaj. Ja, sej pol tudi se mal se tudi hecam, prož biti pa tako naprej. Tako da za vsega je po mojem nek skupek enih stvari. Ampak glavna stvar pri meni se mi zdi, je to, da imam life nekako tako zgrajen, da sem confident v njemu, da sem samozavesten v svojem lifeu in se vedno počutam, da sem, ok, lahko sprejmem nekoga še novega v moj life in tudi, kar pa je druga zelo pomembna stvar, je, da tudi če ta oseba me zapusti in ostanem brez nje zaradi kakršnih razlogov že, bom čisto ok. Ne sme se Bom počutiti potem prazen. Ja, sej zaboli. Sej, Ja. če si ti imel dolg časa na punco ali pa karkoli, ja, sej zaboli, ko greš tam narazen. Ampak point je, da ona ve, da ti si tudi brez nje lahko v redu, da si good. Ne, da si dependent od nečesa. To se mi zdi ful pomembno. Ja, je pa res, da to, kar si rekel, si ti doživel, da kad te ima nekdo res lahko furat, to te zadane. Ko imaš prvič nekaj takega, si uno, fuck, je to to, ali kaj? Ja. Ej, čeprav to ne velja samo za žensko, da si moraš počutiti, da nisi pol prazen. Velja enako tudi za službo, za inkom, Za vse. za vse velja tako, da ne Ja. smeš se zanašati samo na eno stvar. Čeprav vidiš, Kar se tiče keša, je full fine, da imaš vedno neki našparanga za težke čase. emergency, če se karkoli zgodi. Vsaj neki keša za to, da nisi skozi pod stresom. To Pravijo, je da dejstvo, lahko če- pol leta preživiš brez službe, tako pravijo. Ja, to je že kar dobro, ne? Ampak vsaj pismo mesec, ali pa veš, če si ful mlad, ne? Vsaj da imaš pismo, vsaj neki na strani tok, da veš, da ne boš živčen, ne? Zdaj, če si slučajno kdo kaj skenslal, pa če boš daj mogel kaj plačati, ker prije nepričakovanega v lifeu, ker se to dostakrat zgodi. Jaz imam eno tako mentaliteto, da za reči večina od nas, no, smo začeli na nuli, na dnu in ko si narediš nek inkom, ko imaš nek inkom, da si toliko daš na stran, da res nikoli ne boš šel spet na dno. Ja. Imaš nek safety net nad tem dnom, no to pa si moraš priskrbeti, to je pametno, tako da vedno ok, prišparati na stran. Ja. Čeprav jaz nikoli nisem bil super v šparanju, to priznam. Sem vedno iskal načine, kako sem pač zaslužiti več. Mislim, dobro, Ja, šparanju, ampak investicija. Ja, ma je neka vsaj meja, nekaj. veš kaj je fora, ne? Če si ti, mi ki imamo tako, nimam noben od nas več kot 100 jurjev. Nima. Hočem reči, vse, kar je pod 100 Koma jurjev, jurja, je malo glupo investirati, ker itak returni so tako majhni. Dobro je, da se naučiš upravljati svoj denar, ampak veš, ne boš nikoli obogatel. Veš, Veš kaj kaj? ti pomaga, da si bogat pri 60-ih? Ja, ma veš kaj, 100 evrov več, 100 evrov več na koncu dneva. In lahko nekomu to ful pomaga, pač Ja. moraš tako gledati. Ja. No, za reči zdaj, tle, Delimo, kar vemo, mi ne vemo vsega, ne vemo skoraj nič, ampak to je naš predstava o življenju, bi lahko rekli, to je malo. v glavnem, zdaj smo nekako sestavljeni dečki, no, po vseh teh nasvetih. Blaž je prej še dejal, ko si sestavljen deček, preden greš v akcije, v lov za punce. Ti rabiš to cigaro? Ma ja, ker mi... No, res, nimam več. Mi je lepo. Ti lahko dam to, pa stop. Nekaj je majhno.
se igram že z enim majhnim, da se lahko vsaj enkrat z nečim velikim igram. Okay. Ne, Blaž še prej rekel, prej gremo na punce, na lov za punce, kondome. Moraš biti varen. Ja, nujno kondomi. Nujno, ker nočemo, da se vam, par mladih letih, korkoli ste že stari, zgodi kakšna nezgoda za brez veze. A je tako? Sploh pa nekakšne te prenosljive STD in te stvari. Torej seksualne bolezni. Torej, zdaj dečki, smo sestavljeni, zdaj gremo na lov za punce, zdaj naslednji ta težek korak, kako pristopi do punce. Kje sploh najti punce zdaj v današnjem času? Moja nona je šla na plesišče vsak petek in tam so ga hengali in so se našli. Kam zdaj? Kje najdeš punce, se ne vem. Najdeš jih posota, ne? Kje? Kje? V trgovini. Loži v trgovini, kakšna lušna punca. Ne? Meni najboljš osebno je... Mislim, koliko plačaš v trgovini ti za njo ponovadi? Kaj za? Kaj v Lidlu ali Šparu, kaj nabavljaš? Kje kupiš? To na koncu, ko greš na check-out, tam so na policah. Hodi v torki, ki imajo za upokojence. Sam to so ne stare naprodaj. A ne, to je v Meku. V Meku je super sreda. Imaš ti študentski menu v Meku? Ja, imaš nabone. Nabone, ja? Eno punco, nabone. A to je dobiš polih. Vidiš, to ti je friends with benefits, nabone. Če hočeš punco, pa moraš plačati. Sigurno se strinjam, da smo moški tisti, ki moramo narediti nekak prvi move, prvi korak in tudi splanirati tisti prvi dating, ga izvesti in tako naprej. To zagovarjam, ta effort damo mi noter. Ona se pa mora zrihtati in biti cool. Zakaj? To pa jaz. To imaš ti imaš najslabši sistem ever. Kdo? Ne, jaz se strinjam, se spodobi, ker prevzamem lead, ker sem jaz lider. Se spodobi, da fant pelje na prvi dejt. To se strinjam. Kaj to meni pelje? Da vozi, da jo povabi? Jaz mislim, da splaniraš celo zgodbo. Ampak first move, takrat se zrihta na tako potko. First move, punce naj naredijo. To sem še zdaj. Ne, jaz sem proti temu. Mislim, kaj pomeni za punco first move? Punce lahko vrže samo veš, to je ono spet, kaj pomeni first move, kaj da te followa? A ti boš dolg časov čakal, če boš hodil, da ona prvi move naredi. Ona ti bo dala vedeti. Ja, namigne ti, ja. Ma dobro, ti namig od punco, res kakec, sorry ti. Ma če te followa recimo je že, ne vem, če lih namig, ampak... Če ti lajka story, je to namig? Veš kaj, jaz jih tako filtriram in sem našel prav zato, ker... To je najslabši filter ever. Veš zakaj? Ker sem se že ustrelil nogo s kakšnimi neuredu puncami tako. Samo zdaj se streljaš v glavo s tem načinom. No dobro, zdaj se ne rabim več streljati, ker zdaj sem našel. On ima zdaj punca, on je zdaj se odločil biti... Ampak za reč, čaki. V resni zvezi. Tako, čaki zdaj. V glavnem, ona naredi first move, to pomeni, da si upa. Nekaj je videla, je všeč, jo ni sram. Ti iščeš moškega. Ja, sam ni nujno, da pa una punca, ki bi ti pa tudi všeč, pa si ni upala, sam zaradi tega pa zdaj ona. Ja, izpade. Ker bodimo realni, večina, 99% punc ne bo naredili prvega, pač ne bo. Vidi, okej, to pa je moja osebna preferenca, meni je všeč pisati, da ima malo jajc. In ne, da je moški ure bil tiho, vem. To super, po mojem, meni se pa zdi, zaradi tega zamudiš ful velik šans. Pizda. Ful. Ne vem. Zato sem ti jaz govoril to včas pač. To sem videla zadnjič imela debato in jaz sem malo potihem pri sebi debatiral in sem prišel do tega, da jaz sem malo tako razmišljam, zato ker me je strah rejectiona. Ja, evo. To je pa ena stvar, ki je tudi treba, ker se da delati na njej. Ja, da kaj če reče ne? Ja, reče ne. Ampak to sem bil včasih, zdaj sem to predelal in zdaj mi ne bi bilo panike. Torej zdaj ko jim slajdaš, si samozavesten. Ampak spet, ne, zdaj ne slajdam več, tiho ti. Ampak spet sem gotovil, zdaj ko sem dobil to samozavest na sebi, toliko zareč zgledam cool, v rekelcu v krznem plašču od Jureta mame. Ko zgledam dobro, zdaj imaš to samozavest. Zdaj sem res samozavesten, da bi lahko pristopil do kašne. Včasih pa mi je bilo lih, to nisem upal zaradi... Evo, zdaj mi je lahko daš. Zdaj da kadim cigarom. Ne dam ti jo. Ja, v glavnem najbolj... Včasih nisem bil samozavesten, sem gotovil. In ta strah pred zavrnitvijo, to je grozno. Na tem se da delati trial and error. Pač probaš in se moraš navaditi na to, da boš zavrnen. Ker ne glede na to, koliko se spravaš v red, koliko si cool, koliko zgledaš v redu in tako naprej, pač enim puncam ne boš ok, ne boš jim cool. Zakaj? Ne vemo. Vsi imamo svoje tipe. Vsi imamo svoj tip. Oni imajo tudi. Imaš kaj? Ampak najboljši način je, da osebno do ene pristopam. Ker tam lahko res pokažeš, pa te
Zdaj smo v dobi, kjer je najlažji Instagrami, Tinderi, TikToki, whatever. Ja, tebi. Kjer je full easy pač prek teh družbenih omrežij, ampak v živo pa Tebi je to lahko. Tebi je to Kaj je lahko. meni Ti si Recimo, ker sanjski zdaj imaš moški. cloud. Ja. Ampak recimo brez clouda, če Ne, bi pa saj jaz sem slajdil, že prej to delal. se zgubiš med 100. Kaj, ne, govorim o osebnem pristopu. Ne. Ja, zdaj govorim o osebnem Ja, pristopu. ok. Da je to meni osebno najboljše. S tem največ pokažeš, pa vidiš tudi pristno njeno reakcijo in tako naprej. Ja, veš kaj, ki Tako da zdaj... tle res lahko narediš full velik, imaš večje šanse, kot pa če v Instagram v DM slajdeš. To smo pa prej rekli, kje blaš? Ker zdaj pač eni to Kjerkoli, jemljajo... diva veze, Ok, če si v šoli, je pač v šoli, šolka. kjerkoli vidiš, doesn't matter. Pač, vidiš, kad pomaga ta samozavest, da ne izpadeš čudaški. Ja, Veš ono malo. če si full confident, lahko rečeš skoraj karkoli, pa Čeprav- bo izpadlo dobro. Tle je ena razlika, tako bomo rekli. Ah. Če si ti vse tisto, kar smo prej rekli, da si, pol ti moraš ti malo začutiti v vaj pod nje, ker ona ti bo dala to, kot si rekel, občutek, da hoče, da pristopiš ti do nje. To je vibe, ja. Če pa ti pristopiš do ene random, ki je res out of your league, recimo, bo creepy in bo Kaj fail. bi bila Zakaj bi out of your league? Ja. To pa ti Že za s tem pomiraš, mindsetom, sploh, da Ne, ga imaš, ampak- si že, Misliš? ja, si že zdaj Ja, ali sem, spuščal. jaz sem realen, recimo. Ne bom slajdil DM-e, ne vem, ne bom slajdil DM-e v komu, čakaj, da pomislim. Margot Robbie, si rekel. Ne, neko Slovenko, ki je Dora, čakaj. Katarina čas. Katarini čas, ne bom slajdil DM-e. Sprav Katarina čas. Ajde, tle je To- leta, Veš kaj, leta. ok, neki mladi. Dobro, ja, razumemo. No, pač moraš to malo se zavedati, where's your place, nisi še tam človek. Zakaj? Zato, ker nisi, recimo, ker jaz se zavedam, da nisem najboljša verzija še sebe. In vem, da imam še room for improvement. Vse se skozi izpolnjujemo, right? Ja, ampak hoče reči, moraš se ti malo ti zavedati, da... Z mindsetom, one pa armolik, to črte iz seznama, iz svojega besednjaka kot totalno. Drugače, jaz se ne strinjam s To tem. se strinjam. Jaz se ne mislim, strinjam, da- ker jaz ja. vem, da nisem najjačji človek na tem svetu in vem, da Ja, so ampak določeni veš, ljudje... Ti eno lušno Saj ne rabiš pulso veš, mi govorimo tako, če nekje srečaš, se ne boš že vedel. A tudi če ne vidiš, greš, da je desetka, hoj do nje. Ja, se strinjam, samo pač pripravi se pol to, da boš 90%. Ja, ne pravim zdaj, da Ja. ga pišeš Katarini pa Jennifer Lopez pa ne vem komu še vse. To niso arovi, to je iluzija. A čeprav, lej, mogoče Hoš znat. bo pa na žurki ti bo odpisal. Ja, na žurki za Naomi Campbell. To je osebnem pristopu, okay, to arovi, to se znebiš tega čist ne. Valjda, ne biti creeping, kogarkoli. Vse najbolje biti iskren, vse ni težko. Priješ, da že, hej, živo, hej, sorry, ker sem te zmotil, karkoli že ona dela. Oziroma, Odjebi. Že ti reče, tako pa. Le v trgovini pa kupujem tudi če ti to reče. Ja. Ok, čau. Veš kaj, pač... In boš tam samozavest. stojil, no. Tam je zavrnila na grd način. Ampak veš Imaš kaj je, eno izkušnjo več in to. ko smo rekli to, ki smo prej našteli, ko imaš ti vse to porihtano, te ne boli, da te je ta ena stvar zavrnila, ker še vedno imaš vse to. Je mal grenko, ampak to je dobro. Ja. Rejection is very good. Ok, ampak jaz bi rekel tako, moje mnenje, lahko se strinjate z vami dvemi, še vedno moraš ti malo vedeti, kam pstaco moli. Moraš vedeti. Sam, če ti eno srečaš, kaj ne poznaš, kako In boš ti je vedel? desetka. Kaj ne boš? Kako boš vedel, kam pa staco moli? Ja. No, To se strinjam, veš? Ja, ne vem, le, ja, mogoče nimam prav. Sej, ja, drugo pa je, Ja. če smo mi nekje na nekem družabnem dogodku in ti ona daje, ti daje kakšne poglede, ne, pa ti daje, lej, takrat lahko samo eno napako narediš in to je, da oklevaš, ker te ona Ja. pogleda. Samo eno napako naredim, to je, da oklevaš in takrat ne smeš okledati. Čim vidiš, da te ona se ti nasmeha, karkoli, spusti se, kar delaš in pejt. To je to, sploh ne razmišljati. Ja. Ej, najslabše, kar se lahko zgodi, reče ne. Najslabše, kar se lahko zgodi, je, imaš kolegico. Kaj je slabše? Ja, hočem reči, ali ti reče ne, ali si zdaj dobil eno novo kolegico. In to je to. Ja. Zdaj se strinjam. Ne, za me pa kolegica, kakšna kolegica? Jaz prijatelje imam. Veš, V sorry, spoznaš novega kul človeka. Nikoli ne veš, kje je Ja, lahko. pač moraš se mrežiti. Ja, se pravi, to je pa luno, okay, se pravi, jaz sem prosil od nekaj, ker mi je všeč in nisem bil in zdaj se bom sprijaznil s tem, da bom njen kolega, veš, to je malo tako. Če jaz dam njo tja, pol ja, sam da pa obratno, pa jaz nikoli ne podpišem. Tega pa jaz ne podpišem, ne, nikoli, to pa je moje načelo. Ne? Mislim, kaj če je bilo to najboljša prijateljica ever? Ja. Kaj če? To bo najboljša prijateljica. To se ne bi tvoje razvil do življenje. tega, če bi ona mene tja dala. Ker to bi sam pomenil, da jaz sem sprejel en kompromis in jih ne. Maybe she's just cool person. Ja, si to pač. Super, sam. Ne? Ja, dobro, to je tvoje, Mi je ja, žal, saj, ja. da se je tako. No, Ja, vse, ja. ja. No, gremo nazaj. Lahko še nekaj? Ja, poj. Miš, da je lahko moški samo prijatelj z žensko? Ja, z določenimi omitvami, oziroma pogoji.
Kako? Ne, kaj? Zakaj ne? Ne, no, določenimi tako, pogoji viš, lahko, seveda. da dosti, mislim, da tako, to smo seveda takrat že zavljeni zbili, ne? Kao, veš, te moški, ki so pravi ful prijatelji, s temi, veš, kao best friend. Veš, ki so best friendi. Ja. In verjetno ta moški ima vedno neki interes. Se pravim, lahko, ampak pod določenimi pogoji. Recimo, punca od mojega dobrega frenda bo moja kolegica, ne? Jo bom Okay, smatral, ja. prijatelj, ampak, kako bi temu rekel, da imaš ti eno res lušno punco zraven sebe, tako, in da boš ti meni rekel, zdaj pač mi da sam prijatelja. A to reče ni lušno, si lahko prijatelj, kaj? Ja, hvala. Sad, če ti je lušna, Sorry, meni je jače, da imam in jih imam ful hude kolegice. ja, ti imaš zdaj punco in tako naprej. Ne? Ne, Sam, realno, če bi bil zdaj samski in bi ona en dan rekla, Ne, veš kaj, se gremo da dol, ja. exactly. Ja. Bi bil kaj več s tabo, še vedno ne. Ja, Je razlika. ampak da veš, ta stvar bi se dal, da ostalo tega te pri moškem aparatu nikoli ne bo. Ne vem. Smislo. Ampak Matej malo swings that je way. malo drugačno. Ja, jaz sem tudi veliko kolegic, pa poznam folk pa vse, ampak Lej, po mojem ni nič narobe, no. Ne, ni nič narobe, ampak jaz se sprijaznam s friendzonom. No. se mi zdi, da ženske so dostikrat v nekem, jih moški, ko bi rekel, preslepijo, da hoče biti samo prijatelji, v resnici samo čakajo na priliko. Misliš? Ja. Tega ne dela. Pa tudi, Ne vem. če ti ona da tisto foro, da Ne zdaj, kao. zdaj bo pa sam frenda, ne. Pač, Gremo mi jaz tega nazaj. ne sprejemam. No. Jaz sem rekel za moj primer, evo, punca je meni slajdnila v DM-e, ampak jaz sem organiziral prvi date. Jaz sem naredil first move, vse sem jaz naredil, ona, moram reči, mi je prva pisala. Ona je torej naredila first move. First move, ja, ampak vse ta pomembne sem Dobro, naredil ampak jaz. to je ful In dobro. to zagovarjam. Ne, to je ful dobro, to je odlično, ker lej, eno je, da te pofollow nazaj, drugo pa je, da ti gre pisati. Sej to, kaj je first move? First move, kaj je first move? To, Ker first to. move ni, da ti slide DM, to je že fifth Ne, move. ne, follow fucking ni move. In to ono, Ne, follow jaz ni tebi move. lajkam 3 slike, ti meni 3 Follow ni slike. move, follow ni Fuck move, you, ne, fuck to- you, Kaj to pa, niso movi. okej, Pač like na story, šanse pa eni, ki ti izkaže interes. Ja, valjda. mislim, to sploh je že close deal, pizda. Ja, skor, no, ni. Ni. Ampak lažji boš, jaz bom vedno izbral, če imam recimo 2 punci in ena je tako, malo se še odloča, namesto da jaz zdaj full delam in probam njej dvigati interes, kar se da narediti, sam traja, a ni lažje pol najti eno, ki že ima iz začetka full visok interes, koliko on, pa da ti piše, to full boš. In pol ti vidiš, kako je Tle je bil on ona v full dobrem položaju. to In se pol strinjam. sem jaz bil, oh fuck, ti si tudi meni full cool. Drugo pa je, ko on se pa sam na to zanaša. Ja. Torej to se zgodi enkrat na Ne, neki čas. Ne. jaz ne bom rekel tega, kar Ampak se hočem je reči. zgodilo in zdaj Njemu sem se je dobro. zgodilo in je happy, to je super. Ja, dobro. Jaz sem mu povedal, zakaj je ta logika njegova ne pije vode, za moje pojme. Ma, lej, agree Ampak to dobro, disagree, no. zdaj ti pije, zdaj ti je pila slučajno. Ampak hočem reči, Ja. ne bom rekel tega. Ma, te razumem, vsi smo debatirali, te razumem. In je ja, in je ne. Tako. V glavnem, Odvisno, kar okay, ti paše. pristopiš do punce. Ja, absolutno. Kako? Pick-up line, ne pick-up line. Evo, zdaj smo imeli Instagram, ne Ne, Instagram. pa pick-up line, mislim pick-up line. Kaj Viš sploh to, je pick-up line? kako pristopi do punce? Pač, če je zainteresirana vate, Prvič je lahko fajn, da si confident v temu. Sej, lahko si čisti iskren pa simple. Se mi zdi, da s temi pick-up line folk ful pretirav. Ja, moram reči, ne, pa samo reči, hej, živo, sorry, te moram če pričem zmoti. A pa reči, hej, živo, tam sem te videl na pijački, opazujem te že, ne, to ne. Reči, tam sem te videl na pijački, zdiš se mi fulušna. Opazujem te že tri Opazujem te že od včeraj. Poznam, kaj delaš, kaj še na avtovoziš do Kako ti je ime, right? Hej, Laura, ne? Jaz sem fulušna, kako ti je ime. Poznam vse o tebi razen imena. Videl sem, da sem prihajaš tako sredo ob 4. Ne, tega ne. Ja, ker smo glih na tem, ne. Ful je dober, da vedno pristopaš do nje tako, da si v njenem polju vidnosti. Da ona gleda vsaj približno proti tebi. Da Če ne ti od priješ ozadja izza priješ, nje, ja. bo slabš. A veš, se veš, ljudje smo po naravi že tako. In je Ja, fajn, ja. da vsaj si nekako Da vidi, da pred njo. prihajaš. Da No. vidi, da prihajaš. To je že, probi tako narediti. Veš kaj, ki že tle vidiš namig, če ti prihajaš proti njej in tako malo se ti nasmehne, če tako Mislim, čudno Ja, gleda. večinoma bo tako, no. Ja, To je večina. kaj si ti bo Samo to je nasmehnila? cool, to ni nič narobe. Poznam. Ja, to ni bed, ne. In predvsej lahko čisto prav, sej, čau, tam se bil. Veš kaj, kot si rekel, čutijo iskrenost. Ja, iskren vodi. Ej, kako ti je ime? No, rekla ne, whatever, Lara. Ok, hej Lara. Zdaj pa tako, jaz bi raje rekel,
tako, jaz bi raje rekel za telefonsko. Zakaj? Zato, ker na Instagramu ima ona verjetno ful že DM. Če rečeš za Instagram, so sta tam dodala, ja, bo vedela, kdo si, pa je boš pisal, ok, ampak še vedno se boš malo tam not zgubil. Če imaš ti telefonsko, si že en korak, po mojem mnenju, bližji, ampak je pa manj šansa, da ti bo dala telefon, ker je to full bolj private, kot da ti da Instagram. Tako da, če gremo na safe play, rečeš Instagram. Ali pa rečeš naslov. Je pa res, da vidiš, tudi to je en strah, ki po moje je dan v moško glavo, se bo zgubil v njenih DM-ih, pa dobro, pizda, sej ni, da imajo vse punce, ne vem, pod 100 DM-ov. Pač piši, ne boš se zgubil, hoj znat. Ja ne, sorry. Mislim, ni iz to, ne, ampak... Ne, govorimo o temu, da... Se dobivajo, pač telefonska je bolj personal, no. To je res, po mojem mnenju, je bolj osebno, no. Tako da zato, je pa manj šansa, da ti bo dala večino, ampak za Instagram ti bo skoraj, če res nisi nek, whatever ti bo dala pač ta Instagram, ne. Ja, če gremo safe play, rečeš Instagram. Ok, pol imaš Instagram, kaj zdaj? Dobro, pa če te ona vpraša, ko imaš pa ti Instagram, pa že veš, da si na dobri poti. Če ne, ok, gremo počas. Enač, to je to, odvisno kaj dela, ne? Lahko se z njo pogovarjaš, lahko pa pač... Ok, pol, recimo, Odvisno, dobiš Instagram in pol, ok, dej, grem na WC, grem nazaj, veš, kolegice jih ponovadi čakajo. Mislim, vedno so s kolegicami. To je zdaj, tle naprej je ful odvisno. No, ja, zdaj glavno mi je, da si ti pokazal interes, da si samozavestno nastopil, ne da si pokazal malo svoj vibe. Pa da tudi kaj upravi. Odvisno, kje pa kaj dela. Ne? Odvisno, vedno lahko napelješ zgodbo na okoliščine, kaj se v tistem trenutku dogaja. Kupuješ mleko? Ej, meni je mleko dobro. Ej, pa to je tako žal, kupuješ mleko, reč ne vem, ej, meni je te krave, pa to, ki jih mozel, stari meni to res ni, jaz bi raje rižal ga. In pa bo ona, če što dobro povedal... Čuden vegan, dej pej strane. Ne, vsih bo malo, pač se bo delati, až job. Ne, neki pač blekneš, se nima veze. Neki si izmisliš v trenutku. Ok, če je opet ste v trgovini, slajdnite tako kuponček za mleko, če kupuje mleko, bo full cenila. Še boljše je, če pa ti rečeš, da ji boš, da Instagram rečeš, da ti pošljem pol od babice, imam en kuponček, veš, za ta špar, ne. Pa oni tako, pa ona malo razmišljala, počakala, da ji boš ti pisal. Ej, bodi kreativen, to je to. Pa bo čaki tako. Naslednji dan je pošel ta kuponček. Ok. Ne, točno. Ok, ta čakanja, jaz se s tem ne strenjam. Oh, fuck you, uniki čaka 3 ure, 1 uro, 3 minute, čim to delaš za nalašč, si zame zgubil. Ej, mene tudi to odvrne. Če delaš za nalašč. To je, kle govorimo čist prvi spoznanje. Ker se ti z njo pogovarjaš, pa če ti ona ne odgovori en dan, sem raz posebno, to tudi meni. Nema, če moški ne odgovarja za nalašč, to se mi zdi ekstremno len. Pizda, delaj stvari, ne fejka, da si zaposlen. Ja, no, ampak če jih nimaš za delati fejki, pač ne moreš tako. Če fejkaš polora, najdi si stvari za delati. Ne moreš tako, ja, veš. Zakaj ne? Zakaj ne? Pa bo ona pol vidi, da ti kaj cel dan tam... Ne, sorry, to so uno klini. Ja, pač to si ti, si pač kekec. Sprijazni se. Ja, pizda. Mi nočemo tega. Mi hočemo se v njej prikazati, kada smo... Ja, pol pa nisi še tam. Pol bodi to, prvo bodi to, ne fejkaj. Pol pa fejkat. Mi hočemo zdaj fanta spraviti do deta, kogarkoli že. Čuješ, ne biti pička, nisi še pripravljen za med bejbo, pejdi delati na sebi prvo. Ja, ampak... Get your shit together, pol pejdi do bejbe. To je... You don't deserve pussy. Čakaj malo devil's advokat. Kaj pa, če ti punce lahko pomaga, da rataš boljša verzija sebe? Je ona ena brca, ki ti pomaga lahko. Ne rabim, da je brca, ki jo rabiš, lahko je brca, ki pač ti pomaga. To je super bonus. Cherry on top. Jaz mislim, da ne smeš iti na to karto, moraš pač prej že biti. To računa. Ja, ne, strinjam. Se jaz bom bolj vesel zaradi nje, pa vse je pa top, ampak... Pa če imaš punco, ti da nek komfort in to ni dobro nikoli zate. Kaj ni nikoli dobro zate? Da ti da ona komfort. Mislim komfort, da se počutiš komfortno, pa če moraš grindat. A da postaneš lazy, pa to ne. To se zgodi dosti krat, dosti ti pa postane lazy. Je pa fajn, da se počutiš ob njej comfortable, to pa je. Ja vidiš, to pa je, če nimaš ciljev in ambicioznosti. Ja se zato pravim, da tu ne bi smel fejkati. Zato pravim, da ne bi smel fejkati, recimo s čakanjem sporočili, pač prvo imeti stvari za delati v življenju, bo je zanimiv. Dobro, oglavnem to, čeprav za mene so vsi pusič odgovori, fucking če viš, da ti odpiši. Tako je, ja. Stop, blaš, sorry. Odpiši puncam, ne jih pusti čakati. Jaz včasih čakam 2-3 dni tudi. Ne čakam, pač... Čakam, da ti odpiše. Včasih pač ni časa. Ja, to je drugo. Če ni časa, je pošteno. Če ni časa, ja. Je pošteno. Če ti vidiš mesečne, rečeš, bom počakal. Odpiši. Dobro, ok, zdaj v glavnem smo prišli do točke kaj? Do točke, ko smo ji pisali. Ne, v glavnem zdaj pač smo že skupaj.
Zdaj smo že Zdaj imaš skupaj. punco. Zdaj smo že skupaj. Ne, ja, ček, stop. Zdaj si jo dobil, ta kontakt. Zdaj si dobil kontakt, ja, zdaj moraš še upecati. Ja, zdaj je pač... Zdaj gremo na dejte, ne? Ja, Evo. zdaj je povabiti na date. Tlej Zdaj je treba povabiti biti na date. kreativen, dan danes je to že Tvoj go to date. kar težko. Moj go to date. Ena aktivnost, ki jo rad počnem. Jaz vedno rad Seks. grem na date, da je neka aktivnost. Če je to, Tako dejta Jure. če priješ do tega, da je kar prvi date, to great, super. Pač si zmagal, bi rekel Jure, to je to, ne rabiš več. Če ne, v primeru, da pač prvi date ni seks, ne, kdo bi se mislil, pol je full fun, jaz grem vedno početi Jure ne ve. neko aktivnost. Ja, on ne bi vedel, kako to je. No, za nas ostale vedno neko aktivnost, da nekaj počneš. Bowling, biljard, go-kardi, peleš jo na, zdaj ima v BTC-u tisti Luna Park, to je full huda stvar. Ja. Take stvari, nekaj, kar počneš, zato da ni fokus sam na meni, njej, na nanjem temu pogovoru. Ala Veš kaj, pijačka. maste- Miza pijača in to meni, jaz na pijačke sploh ne hodim. Maste se za pogovarjati o teh aktivnostih. Pride lažje pogovor, bolj spontano. Ja, pa ni fokus sam na Tako. tem, da ni, a veš, če je sam pogovor in ni nič drugega početi, pa je tudi mal stresful lahko. Ne? Ker če kdaj zmanjka tema, vse ne veš, če se boš ujel. Če pa nekaj počneš zraven, pa ful lažji, pa še ona si ta experience zapomne. Ko si jo zmagal na go-kardih. Kje Ja, spička? ne, to pa itak zmaga, pa moraš, to pa je. Pustiti punci, da zmaga ali ne? Ne, Ja. v lifeu. O, Tudi ne okej, pustiti okej. večjega kosa sladice, pa kako ne. V lifeu ne, to mi jaz vedno pojedu več. No way. To ne, tudi Ne, zmagaš še to. Top G ponudi, če reče ne, vzameš. Ja, itak, ampak Zadnji kos ponudiš. Boš? Ne bom, hvala, kar vzami. Ok, bom vzel. jaz pojem, jaz sem lačen, fant. Se bo on njej tudi ponudil sladico, valjda. Ja, ma ti pravim, si deliste neki. Ja. Kos pico in ostane zadnji kos. Ki ga ponudiš. Ga pojem. Ne, čakaj, za Ja, pico, bla. po je zadnji kos uniki Jaz plača. sem, kaj? Halo, ponudi se punci. Čakaj, uniki plača, po je zadnji kos. To je prvi kos. Vse od začetka sem se ponudil, zdaj bo jedla tako spice. Kolega šupka. Voldaj ponudi, priješ zadnji kos in oba dva ga gledaš to in pač. Dej, boš. Nikoli ne bo prišlo do tega, ona bo vedno pojedla tako en košček in bo ono, kaj kul sem. Dobro, lahko si dobil jo na lačen dan. Ko je lačna. in Jaz sem pač- skozi lačen, lač. lahko je iz unega, ne bom rekel. Iz une. Kako se je Okej, ostalo? sorry. Ne, Veš kaj, Blaž pol ustreli, ej, to bom jaz povedal, ker pol tebe čaka ena sladica. Ne, ampak to, ne. V glavnem ne, Matej, pač Ja. probaš zmagati, v čemer že, če tekmuješ. In tudi z go-kardijo prihtiš za 2 kroga, nima veze. Kaj je, lahko izrineš iz piste, je to? Ja, Ja, to itak. je valjda, ja. Pokaži, kdo je Ja, če šef, ne podreš v postelji, jo napisti. Mislim, da če podreš na pisti, ne boš v V postelji. glavnem ena aktivnost. Kino se ne šteje kot Kino aktivnost se in ga ne strogo hodite v kino. črtamo ven iz... V kino 2 ure sediš v tišini in gledaš. Ja, in tako, ne, to odpada. Kaj izveš o sebi? Nič. Da rada, bolj malo. lahko govoriš pa o filmu. In kaj si skupaj počeš tako Ne, polnočeno tiste uro? ne, to črtamo. To, zgubiš. pa jaz osebno tudi na pijačke ne hodim. To je meni brez veze. Okay. Že Good point. ni mi. A ja, pa tudi kakršne koli... ne, to bi še šlo, če je svoj. Kaj? Ne, hotel sem reči, pač večerje pa te stvari, a veš. Večer je vibe. Večerja tako, ajde, če bi To bil je jaz full lačen, pa cheap, bi full stari. hotel jesti. Ni čip, drage Ajde, so ampak- večerje. Ja, Ne, drage so, ja. To je meni tako brezvezen dejt. To, Ja, to pač hodiš to ti je- ure, to je tako, to to pa, brezvezen ko si dejt. že malo- ko si že kind of skupaj, pa to greš na neki, Ja, na neko večerjo. Ajde, če si lačen neki pojesti, se zato sem rekel, da bi šlo še čez. No. Ne. Sam raješ neko aktivnost, neki početek, ko se ona tudi zapolne, pa je kul, pa ni glih vsak dan, da gre ona, ne vem, kaj jaz vem, tam bowling ali nasploh, biljard, kaj ti hodiš, ne vem, na bowling vsak dan. Pač noben ne hodi na Ja, bowling no, vsak no, dan. Se sej, bowling ampak- so zaprli tle na obali. Tudi ti že počel, ne? Mi smo imeli fule bowling, so ga zaprli, nimamo na obali itkam bowlat. Še v Tušu je bil bowling. Ja, so ga zaprli. Kaj je zdaj tam? V Karanu je bil, v Tušu je bil. No, le, v Ljubljani imaš zdaj full super opcije, ne? Tisti vup, Ja. tam imaš Ja, da se escape zlomi ti roome, tam one pol. laser tege. Da se ti zlomi pol tam na trampolinih. Ja, dobro, poj boš pa ti pomagal, pa boš pa... Ma ne sme biti aktivnost preveč divja. Še vedno Ja, mora biti. odvisno, koliko je ona divja, lej. Odvisno tudi, kje se spoznava. Smeš, da te zmaga v gokardu. Da te zmaga. Pol pej domov, ja, pa deli na sebe. Ne rečeš, no za nagrado si me dobila v postelji. Mislim, da Pridna. te zmaga, ja, lej. Pol. O, dobro, kaj imaš tako krhe, kego je potem. Ne, To to, ni to je top G move. joke sam. A če te zmaga, te zmaga. Mene je Ja, enkrat pa ena kaj? zmagala v badmintonu. V badminton, ok, ja, to pa je malo In? pusi. Ja, to je bilo to. Nič, že se upravičujem, ki sem me spoznala, grem. Oprosti, pač. Prišel domov To je oče, bilo preveč. oprosti. Ne, še Bom spakiral in šel. v četu se je upravičil, da je rev tašnega sina.
predtem, ko si v talking stagih s punco... Čim manj govori z njo. What? Čim manj si piši z njo, samo security date, čim prej. Ja, S tem se strinjam. Ja. Razen, če si master, texter, ampak Ne, če si... tudi to takih je full pač. Ona si lahko piše z milijon folka, ne rabiš biti eno teh. Ampak veš, kaj je tako rekel? Sigurno pred pisanjem in dateom lahko začnemo pisati in pol ne vem, rečemo, drugi ponedeljek date. Še vedno bo drugi ponedeljek takoj date, ampak med tem časom si lahko kaj pišeš. Čim manj. In tle, ja, ampak vseeno provaj zvedeti o njej čim več. Da lahko mogoče ta date malo pripraviš bolj za njo. Ena ful dobra zadeva je, ki jo fanti ne počnejo dolgo. In tudi punce ne. Ti, ki si na dejtu z njim, se vidi pogovarjata, si probaš te stvari zapomniti in recimo en hack, ne, takoj po zmenku, takoj ko ona gre ven iz tvojega avta, dol iz busa, iz letala, iz barke. Ja, z barke, s čimer takoli, vzam telefon, pej to novce in si zapiš čist vse, kar ti je povedal. Vse si zapiš. Vse si zapiš. Slediš, ko boš šel na dejt z njo, prejem greš ven. Obnova. Veš, koliko bo ona to cenila? Veš, koliko ljudje cenijo? Koliko novto imaš ti? Pa ne sam punce. Pokaži tvoje novte. Pokaži tvoje novte. Ej, ne, ampak to ljudje cenijo. Anja, Sara, Monika. Lej, to pač, to tudi jaz ful cenim. Da si ona zapomnila, da sem jaz govoril o svojem kušku in ona bi sem že, kako pa Zala? Kaj Zala ime mojemu kušku. Namreč, veš, to, wow, ne. Čakaj, si misliš, da imaš dve ženske in imajo pač dve z istim imenom, ne? In ne daš primka zraven, in pol uni se spomniš napačne stvari. Se bi malo hitro ugotovil, če bi že to prvič, ki bi nek tazga rekel, bi ono. Veš kaj, če imaš memorable date, veš, kjer je bil memorable, ne? Ja, teraz, ne se to je bil. V glavnem, to ne moram da spodar, koliko je to pomembno. Ok, zapišeš, če si smart, si zapomniš. Ne, dobro, to je zelo, ne, to je nasplošno že ful dobro, da si zapišeš stvari. Ja, si zapišeš stvari. Sam jaz tega delam, sam s punce, to delam tudi po sestankih in teh stvari. Ja, minutes of meeting. To ljudem ogromno pomeni in tudi punci bo veliko pomenilo, da dobro, si to je zapomniš. dober. Enako velja pa No, tudi obrat. v glavnem, smo šli na date s punco, smo si všeč. No, zdaj, Še ena stvar. Na prvem dejtu ni ljubčkanja. Ni. Prvi dejt ne. okay. Odpade. Ne. Kaj pa seks, ja? Jaz mislim, da ne. Torej, brez ljubčkanja. Poljubite ne morem. Ta bi se ti približal, ne, Blaž je rekel ne. Blaž je rekel ne. Jaz mislim, da ponavadi ne, no. Razen, če te gleda tako, kakor... Ja, če je res vibe, si daš enega... Ne dajati unih, stop. Jaz sem eno zgodbo, mi je rekla kolegica, tip jo je peljal domov, in ona nič ful hvala in ni bil vibe. In tip je se že nagnil k njej in da je dal ljubčka in ona je bila samo tam. What? In pol ga je nekako dala na usta, na lička, neki lik se mu je nastavila. Ja, to znajo tako, malo se umakam. Ampak pač, ja, ne dajati tega na koncu. Drugače ful se vidi, da ti hoče dati ljubček, stari. Ne rabiš unosiliti to. Ne, naj bi bilo v momentu. Lej, pokažeš, da ne rabiš nujno tega, ne? To je lahko kot neke vrste, lej, da se zdaj res prepričam, da sem ti všeč, bom ti prav dati ljubčka, veš, lahko tako izpade, ne veš, ampak lahko pa, raje smo safe, tudi če si ona želela, si bo pač želela še tisti dan, 2, 3, dokler se spet navidi. Kaj pa je ljubček, nič ti ne da? Ljubček ti ne da nič. Ja, takoj daš vedeti, da ti je ona ful, ker mora tudi ona malo biti, a sem jaz njemu tudi cool. Ti čim greš za kisi, daš takoj vedeti, da ti je res. Vse to je zdaj ono vprašanje, ali moraš playati ta game, ali lahko vidiš, si pač ti. Jaz sem full play v tem gameu, ja. To veš, ta misterioznost, to smo... Ne, pač bodi misteriozen, bodi car, ne se delat carja. Čeprav se strinjam s tabo. Ja. Mislim, če si ti po karakterju tako, da ono... Tudi če sem jaz to, jaz nimam potrebe po... Ja, to, se to je. Ja. Vidiš, če si tako cool, ne pa zdaj, ne bom ti dal ljubčka, ker bom bil bolj cool, če ti dam ga drugič. Pač, če filaš, daj ljubčka. Tako, follow your lead. V glavnem, zdaj imamo punco, zdaj smo veseli in zdaj naš life je super. Mislim, da smo obdelali vse zdaj. Za na konec... Mi smo dosta del podcast, ker kaj, učimo folk, kako biti top G. Kako biti top G. Za na konec bom jaz... Ja, sem hoče biti... Bomo ta proces ponoviti še velikrat. Da najdeš to svojo pravo, ki bo te pisala. Tako. No, v glavnem... Res je. Jaz bom zdaj zaključil s tem, enkrat sem že prebral, moja punca vsak mesec napiše message, uniki je bil tebi ful všeč. Kaj je to? To zdaj veš kaj? Message z moje punce. Aha, ok. Ja. Jure je bil ful dober. Tako.
No, v glavnem vsak mesec dobim zelo lepo sporočilo, ki me zelo lepo razveseli. Zdaj, ki je bil v božičnem vibu, sem dobil paket iz Severnega pola. Dragi Matej, sem glavni škrat Lojz v Božičkovi deželi in pišem ti z namenom, da se ti opravičim, saj eno izmed tvojih daril ostalo na pošti in do tebe še ni prišlo. Upam, da nam boš za to smotano situacijo lahko oprostil, saj smo ti pošiljko poslali in je že do tebe prispela danes. Sigurno te zanima, kaj se v njej skriva. Božiček se je odločil, da ti jo podari predvsem zato, ker je tvoja predraga zlata punca sporočila, da se tega vsak mesec najbolj veseliš. Že veš, zakaj gre, pa pogleva, kaj se skriva notri. Tan, res je, menstruacija, nisi očka. Upam, da ti je darilo všeč, čeprav vem, da si dobil že mnogo drugih zelo lepih daril od svojih bližnjih za Božič, to pa naj bo bila pika na i, oziroma lep začetek novega leta. Naj ti še povem, da nas v Božičkovi deželi zelo veseli, da tako pridno ter varno seksaš in ne povzročaš nepotrebnih težav. Ostani priden tudi v letu 2024. Lep pozdrav, škrat Lojz. Torej, Lojz v bistvu ve, kaj se dogaja s tvojo punca. Tako. Ti ni malo to red flag? Ne. Wow. Se pravi, wow. Dobi report. Vse to zato, da si izvedel, da ni noseča. Ej, in ta sporočila, to je fulceni po mojo punci, Šarot moja punca, vsak mesec se spomni neko lepo, kreativno napisati, da mi vsak mesec si isto sporoči. Skomuniciramo tudi pričakovanje, torej da ne gre gor ta teden. Noro. Amazing. Veš, to je, if she wanted, she would. Ja, fantje, veste, kaj je standard, ne vzeti manj. Crazy. Torej, odpište uni, ki vam je slednjela v DM-e. Ne vas ne bo sram, ali pa pište uni, ki so vam všeč. V glavnem, zdaj gremo pa mi na naš najboljši segment. Vprašanja! Torej, da vidimo, kaj so naši dragi, predragi gledalci, poslušalci vprašali. Blue_E30_, kiri vam je najlepši avto? Blaž? Dale, čop, ni da si ti neki spoznaš na avte. Porsche 911. Moje Mini Cooper Countryman. Mini full lep. Ok, sorry ti, frizerka. Lep je. To je mini samo na beat. Ali pa Kakšen Mercedes SLS. SLS, ok. Miku Žnina. SLS, ok. A mu je žal, da ni Ariano zbral? Ne, ni mi žal, da nisem. Dobro, Ni mi žal, da nisem zbral Ariano. Nina ima dosti vprašanj. Kaj je pričakoval od Kristine, če je vedel, da ga takoj podaji ne bo par mesecev? Si mislil, da bo trajalo, ne bo trajalo? Prva stvar, tega nisem vedel, ker tam si noter in nisem od tega preizplaniranega. Dobro. Tako da to je prva stvar, tega nisem vedel. Ja. Druga stvar je, ona je pač meni nekako med šovom zagotavljala, da ona je vedela, kaj delam in da mi bo ostalo ob strani in da bo te stvari sprejemala. In sem pričakoval, nisem pričakoval, se pravi, ker nisem vedel, da se bo to pojavilo. Ampak ko pa se je pač ponudila priložnost, business comes first, jaz še vedno moram pač zaslužiti za to, da lahko si plačam neke stvari, da se pač preživim, in to je normalno in to mora biti prva stvar, ki pride zraven. Ampak ni mi bilo pa spet toliko dolg, da to ne bi mogla speljati, če bi... Bila želja. V glavnem, ni bilo to. Ja. Dobro. Vidim, da ta Nina malo hejterka in to bi jaz odgovoril, bom najprej jasno to dodal. Zakaj je bila Šrata tako nadut, odkar je tako zvani sanski moški? Smo te spoznali danes in meni je bilo ful nice, da smo te predstavili malo drugačne luči, da nismo samo sanski moški, ko so te bile punce. Hvala. Blaž je ful cool, lahko rečem, iz mojega pižda cool tip. Hvala, tudi videa sta cool tip. Mislim, predvidevam, da me ta Nina ne pozna, no. Če bi me, da bi to rekla. Lej, vem, zakaj lahko tako deluješ zaradi tega šova, ampak cool tip. A veš, da so mi to tudi... Mislim, to sem že slišal, da so ljudi tako, uživo me spoznajo, pa tako, drugač, da si full ok. Tako smo vsi mislili, da boš bolj nekako se nosil pod tako. Se pravi, ni prvič to, ne? Ne vem pa iz kje nekako to izhaja, ali to zaradi ljudje avtomatsko pričakujejo, ali zaradi izkušenj s prejšnjim. Sej tak imidž v resnici ni slab. Sam, ko vem, da jaz sem tudi v šovu, se mi zdi, da nisem bil... Tam sem bil dosti... Tak imidž ni slab, sej ne rabiš biti spet javno dobro. Ja, mislim. Bom jaz malo spremenil njeno vprašanje. Rekla, zakaj zdaj se misli, da je sanski moški? Zakaj vsi tle mislimo, da smo sanski moški v smislu, kaj je naša najboljša kvaliteta? Okay. Kaj misliš, da je tvoja najboljša kvaliteta, ki lahko ponujaš tako? Moja najboljša kvaliteta? To, da imam svoje več različnih strasti v lifeu, ki jih preganjam.
in ki me osrečujejo. Basically. Da imam tak life, da poskušam nove stvari, vključno s temi, da se nekaj novega dogaja in da sem happy sam s sabo. In pa to lahko delim tudi s kom drugim. Pravi, to je tako, kada, a veš, recimo, lahko so tipi, recimo, tako, kot avto, ne? Z avtom se lahko peleš, pa nekam greš, pa se pol moraš ostati, da tankaš, pa je tu eno mesto, pa okoli, pa drugo mesto okoli, a boš šabo nekaj časa. Jaz nas gledam tako, kaj en vlak, terenci so položeni, grejo tja, furamo se, če hočeš, prid zraven, pa bo dosti chill ride, samo imel full fine, pa vem pa kam grem. Top. Kaj dušen odgovor, tvoj? Jaz bi rekel, mislim, je podobno kot Blažev odgovor, ampak jaz vem točno, kaj hočem in vem, da imam še dolgo pot pred sabo in da se zavedam, kje sem in kaj moram še vse narediti, da bom boljši človek v vseh pogledih. Torej, da imam realno sliko v svetu in tudi se trudim to sliko, torej sebe izboljšati vsak dan. Delam lik prej, ki smo pravili, po moje, eno mojih najboljših je ta moja ambicioznost. Se to je v bistvu nekako povzeto vse dneh treh. Tipo, ja. Cool. Tako da, po moje bi rekla to. Lahko pa da tudi punca, ki pa je s tabo, lahko pa da bi on rekel nekaj drugega, ne? Pa sploh sam ne bi pomislil na to. Nekako da je njej všeč na tebi neki, ki mi sploh... Ja, pač super. Ja, kar je tudi dobro. Ok, pravijo, da si rekel, da si malo razočaran, ki so se punce prijavile, ene so izjavile, da so se prijavile samo zaradi slave. Si se ti tudi ali si res mislil, da boš našel ljubezen? Jaz tej slavi je... Alaš v slavi, si zdaj dobil cloud, kaj vsi ste ga dobili. Ja, ampak to pride zraven itak, da to pride zraven. Tako da, kind of, mislim, to je bilo expected result. Ja, to je, pač to pride zraven. Tako da, ne vem, kaj je sploh tle, a si šel zaradi tega vse. Jaz sem šel noter zaradi dveh stvari, to je zato, ker sem bil takrat pač že dosti časa samski in sem si life nekako tako postavil, da sem bil pripravljen eno novo resno punco spoznati. Druga pa je, da imam rad full nove izkušnje in to se mi je zdela ena taka, ki me je presenetila, ki je bila amazing in to dvoje, če združim, full hudo. Okay, ja, itak da veš, ja, pričakuješ, da bo prišlo pač pol to vse. Si na televiziji, slava pride. Ja, pač si na TV in to prije zraven. Dobro. Še to, zdaj bom to sprašal za vse nas. Kaj je ena stvar, ki jo lahko vi ponudiste ženski, ki jo drugi moški ne morejo? Ena naša kvaliteta. Jaz bi rekel, redko bo bilo kakšno punco, jaz bom zdaj rekel mojo, kdo nas smejal bolj kot jaz. In delaš full dobre dejte. Ja, to tudi. To se strenjam. Moji dejti so memorable. Kakšno vidva? Nice. Jaz nimam mene specifično. To je mogoče boljše vprašanje za pač tisto punco, ki nekaj vidi na tebi, ki ga ob druge ne. Pa to je spet ono, najboljši feature je bolj to. Karkoli, ne vem, no. Jaz mislim, sej imaš tipe, ki so pač bolj smešni, bolj zabavni, zaslužijo karkoli. Pravim, vprašanje je, kaj lahko ti ponudiš, ker drugi ne more. Jaz lahko zagovarjam, da je bom bolj nasmejal, kot bilo kdo drugi. Kaj lahko ti ponudiš? Kaj lahko ti imaš ti? Kakšen odgovor? Najboljši seks. No, vidiš. Jaz in Jure skupaj sva paket. Jaz to paket. Mislim, on jih pelje na dejt, jaz pol prevzamem. Tako. Naredimo Houdini, ja. Veš, kaj je Houdini? Ne. No, Houdini je tako, punca je na dogi stylu, mora gledati čez okno in moraš te fukati v pritličjo. Gledaš skozi okno. Ti jo fukaš od ozadaj. Ja. Pol tako, imaš dober timing, tipo not ven, ko greš ven, pride tvoj kolega, on gre notri, ti stečeš pred okno, on jo fuka naprej in ti ji mahaš. In ona pol watcha, kaj me ne ti fukaš, ko mi lahko mahaš, to je pač da Houdini. Provaj kdaj. Deluje. Ja. Okay. In lahko pokažemo. Boš bil amazed. Okay. No, dobro, gremo naprej. Kaj, oba imamo majhnega, pa ne razlike. Če bom to kdaj videl, ne bom sam videl to. No, pravim, lahko ti pokažemo. Čuješ, Matej, imamo i tako oba majhnega, tako da ni razlike. Sej to pač. Ja. Večkrat gremo v savno, smo si izmerili, smo rekli, dobro, lahko to izvedemo. Veš kaj, če imaš kolega, ki ima majhnega in ti velikega, to pol čuti. In je tako, kaj je to? Ne? Moraš vlavljen. Ja, mora biti. Je tehnično to zelo, no, ta gib. Je tehnično težko izvedljivo, ampak... Tako, za profesionalce. Ja, okay. Advanced move. Ja, okay, vidva definitivno sta. MTJPGM, hudi plašči, naslednji mrč je v finalnih fazah naš mrč. Blaž, tega boš tudi dobil, ker si naš gost, tako da ti boš bil med prvimi, ki ga boš dobil. Tudi ja. Nice. Vsi naši gosti, seveda. Max_Tito11. A je kdaj proval skate? Si kdaj proval skate? Ne, samo longboard.
Ti, Jure? To ni isto, tako da ne. Jaz sem skatal po klancu navzdol, nikoli pa delal skoke. Jaz sem skatal en čas, če ne pa longboardom. Tle, ful je lepo, če bo daj na obali od Kopra do Izole, una pot, vibe, Ja. una ful lepo. Chicas in Mexico, kjera pokvarjenca sta vidva stari, zakaj nam kradeste goste? Kdo vam je zrihtal studio? Bitch, please. Boj tiho. Kdo vas je dal na sceno? Bitch, Boj please. tiho. A vas imamo radi, Ful šarav rad. Chicas. Marko Lovrencec, kaj fukali v šovu? Jaz moram ostati gentleman, tako da to vprašanje lahko naslovi na koga drugega. Gentleman never tell. Ti si kdaj fukal v šovu? Mislim, če moje življenje je šov. Hejo. In mi smo samo opazovalci tega. Zdaj je dal to še za vas na zaslon. Lejte tega top G-a tle. Seš drug tvoja cigara za zgoraj skodi na koncu. Ok, our_funny_life. Top 3 red flagi pri puncah. Zakaj se vam zdi Blaž sanski moški? Kaj, dobro, to smo že. Da samo top cool 3 tip je. red flagi. Glavnem, 3 red flagi. Blaž. Preveč piercingov, kar nos, jezik, tle, nipli, kaj tazga. To je bilo za me en. Mislim, da ima enega, ali pač da jih ima preveč. Ja, da, ne vem, jaz imam tako spričano, tle na obrazu mi nekako, to mi je malo. Ali da ima kakšen ogromen tatu na full vidnem mestu. En ima tako čez celo prsa, čez pol noge. Tako, Čeprav ono Ariana, ki ima tle v sredini, ono je hud tatu full. Rihanna. Veš, Rihanna, ona pevka. Ki ima oni tatu tle, ono je full. Glavnem, pač tebi to ni. Ja. Preferenca. Pa da... Dobra, da nikoli ne ponudi, da bi tudi ona plačala, ko ven hota. To je tudi red flag za me. Prvič tekam, drugič, nikoli, niti. Dobra, to ni red flag, to je preferenca. Tako da. V glavnem to, da ne plača, da ponudi. No. Ja. Meni je ta splačanje vedno smešna. Veš zakaj? Ker nekomu nikoli pustil, da pač plača pol. Drugače, če ona vsaj, ja, veš, pokaže interes, hej, ali jaz, a veš. Ja, tako. Okay. Jure, ti? Red flag. Red flagi. Malo red flag, če nima prijatelj. Zame, če to vzamem, če ima same tipe za kao, karkoli slišiš s frendi, so tipi. To je meni red flag. Okay. To je meni red flag. Okay, ja, raje se z njimi družim, kaj je manj drame. Yeah, right. Ok, v redu je. Ok, to je en, drugi red flag. Zdaj ne vem, če imam 3. Dobro, meni je tipo, da tudi ona nima nekih ciljev, da to ne ve, kaj sama sabo delati ja. In da preveč žura. Da je non-stop nekje to je tudi zame, da je non-stop piva. Ja, s tem se strinjam, da je skozi žura, skozi sozuni. Ali pa da full pije. Ja, to da Full se drugira, recimo. Ja, mnogo. Dobro, Domen Križman 6, kaj Blaž ima res rad morje? Ljubim ga. In kaj ne rečem. Morje meni predstavlja svobodo, brezmejnost in česa bi si človek lahko želel bolj. Si kdaj fukal morju? Ja. Je res, da je slabo. Meni bo takrat ful dober. Ampak ja, meni bo takrat ful dober, ampak je boljš na suhem, na kopnem. Ja, pač v morje ti suši tvoje sokove, tako da ne priporočamo v morju. Sem čuval eno zgodbo, da je ena dva sta fukala v morju in sta se zataknila. So mogli ja, ker lahko se zgodi nek krč. Tako, ja. Tako da. A to se lahko tudi paste. Ja. Ženski, ja, ne vem, da skrč. A je kaj, da je v morju povečana možnost tega? Ja. Zanimivo. No, v glavnem, dobro. Pazite na ježke, v glavnem. Seksate v morju. Blaž body count? Odlično vprašanje, gremo dalje. Tako. Tušman _92. Jure, še samski? Gremo naprej. Ana Pika, Juršič 15. Kaj si v stiku s kakšno jesanskega še? Sem. No, dobro. Žiga Dremel, _Dremel. Vprašanj imamo. Ja. Rimanič, kva imaš jake bicepse, respekt, vem. Nima bicepsov. Jure, tehnično bicepse imajo vsi. Eni imajo večje, eni imajo manjše. Spet prašal Žiga, katera je vaša najljubša alkoholna pijača? Sex on the beach. Blaž? Gin tonic. To sem slišal, da mi se na gin tonic. Na stojen način. Havana, mi je fuldara meni. Mislim, rum. V glavnem rum. Kje ste člani, hvala za ogled. Zdaj snemamo tle iz telefona, ker kartica je bila polna, snemali smo toliko materijala 4K, to je dosti, tako da... smo bili fire in se je skurla. Amen. Hvala, ker ste gledali, Jure.
Lejte, vsi, ki ste nas spremljali, dajte en follow, en like, en subscribe, followajte mene, followajte Blaža in Mateja za več takega kontenta! Vzamite vse s kanček soli, to so naša mnenja, ne preveč resno. Hvala, da smo prišli na TikToku skozi vse videe na 15 milijonov gledov, se vidimo, uživajte, čau.